Začenjamo z današnjo prireditvijo drugo okroglo mizo na Ekonomski fakulteti. Malce smo počakali, 15 minut je namreč edina stvar, ki nam je še ostala v akademskem svetu. In tega si ne pustimo vzeti. Mojim študentom sicer še potem priznam, da pravzaprav morajo vedeti, kako težko je 15 minut zamuditi. Točno namreč. Zdaj pa dekanja, ki bo pozdravila in povedala seveda, kaj pravzaprav bo danes tukaj in kje vse je bila že danes zjutraj. Dober dan, spoštovani predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, spoštovani gostje, visoki predstavniki slovenskega javnega in gospodarskega življenja, drage udeleženke in udeleženci današnje okrogle mize, prisrčno pozdravljeni na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki v letošnjem letu in posebej v tem tednu obeležuje 70. obletnico svojega delovanja. Zelo smo ponosni, da smo del Univerze v Ljubljani in da smo vodilna slovenska visokošolsko izobraževalna in raziskovalna inštitucija na področju ekonomije in poslovnih ved. 70 let je dolgo obdobje, v tem času je fakulteta nanizala vrsto odličnih zgodb in številne dosežke, ki jih v tem tednu predstavljamo javnosti. Naše strokovne sodelavke in sodelavci so skupaj s pedagogi pripravili vrsto dogodkov, na katerih predstavljamo vsa področja našega delovanja ter tisto, na kar smo v zadnjih desetletjih najbolj ponosni. Dovolite, da se ob tej priložnosti opravičim, ker bom dogodek predčasno zapustila. V tem tednu imamo namreč številne dogodke in ob enih moram biti že na univerzi. Zjutraj pa smo kot fakulteta sodelovali ob 10. obletnici trgovinske zbornice in njene strateške konference, kjer smo vrsto let strateški partnerji. Ta strateška partnerstva so tista, ki nam dajejo priznanje za mednarodno odličnost v svetu poslovnega in ekonomskega izobraževanja. To smo letos potrdili, na kar smo zaposleni na Ekonomski fakulteti in člani naše akademske skupnosti posebej ponosni, strojno akreditacijo na področju poslovnega izobraževanja. Mislim, da je to najlepše darilo fakulteti za njeno 70. obletnico. Spoštovani vsi, prepričana sem, da bo današnja okrogla miza enako uspešna, kot so vsi dogodki tega tedna in kot je bila fakulteta vseh 70 let svojega obstoja. Vsekakor smo pa mi pripravljeni tudi na nove izzive. Hvala. Hvala. Tako, ura je točno 11:15 minut, kot se spodobi. To smo kalkulirali. Današnja okrogla miza je že sama po sebi izziv. Izziv zaradi tega, ker govori o prihodnosti Evropske unije. Ker govori o prihodnosti nečesa, kar pravzaprav ne znamo niti do kraja domisliti in česa se pravzaprav bojimo, ali pomeni to, kar prinaša tisto, kar smo si resnično želeli. Dovolite mi, da na začetku preberem zelo kratko preambulo, ki smo jo imeli ob organizaciji te okrogle mize. Citiram. Evropska unija se nahaja na razpotju dosedanjega razvoja. Pestijo jo ekološke, demografske in politično-ekonomske krize. Stoji pred problemi širitve ali poglobitve. Ekonomska unija zahteva večjo politično unijo ali pa postopno načrtovano dezintegracijo. Kakšna je torej identiteta Evropske unije v vedno bolj očitno občutljivem trku kulturnih vrednot krščanskega in muslimanskega sveta? Evropska unija, ki ostaja brez lastne zunanje politike, vojske, strateškega predstavništva v mednarodnih institucijah. Evropska unija je nedvomno v sedanji krizi zgradila vrsto obrambnih mehanizmov. Toda dileme politične demokracije, ekonomskih strukturnih sprememb, vrednostnih kulturnih nasprotij s tem ni rešila.
Nobena od kriz, naj si bodi, da gre za evro, zadolženost, neenakost, migracije, demokratični deficit odločanja, ni rešen in ni rešljiva sama po sebi. Pomanjkljivosti politično-ekonomske zgradbe Evropske unije so očitne, odzivi na krize pa nezadovoljivi. Oboje zahteva globlje strukturne spremembe in razmislek, kako usmeriti in vsaj delno zaustaviti dosedanje procese dezintegracije. Oboje je pomembno tudi za slovensko prihodnost, kajti kot majhna država, odprta država, moramo najti pravi razvojni model znotraj 4 stebrov evropskih integracij: konkurenčnosti in sodelovanja, odgovornosti in solidarnosti. Temeljno vodilo okrogle mize je, da iščemo odgovore, kaj hočemo in ne česa nočemo. Zato moramo naš pogled usmeriti v reševanje Evropske unije, vendar ne za vsako ceno. In kje je cena, ki smo jo še pripravljeni plačati, tako z vidika svobode, varnosti, miru, pa tudi gospodarske rasti, socialne stabilnosti in medgeneracijske solidarnosti, tudi človekoljubnosti, kot to zahteva želeni trajnostni razvoj Evropske unije. In ne pozabimo, da je usoda Evropske unije tudi naša, slovenska, da moramo znotraj teh scenarijev reševanja Evropske unije 2025 videti tudi možnost preživetja in razvoja Slovenije. Jean Monnet, ki velja za enega izmed pomembnih, morda temeljnih očetov Evropske unije, je leta 1976 za Frankfurt Allgemeine Zeitung v intervjuju izjavil nekaj nenavadnega. Če bi še enkrat začeli, potem bi začel s kulturo. Končali bi s kulturno identiteto, na to navezali politični ustroj Evrope in potem bi lažje dosegli ekonomske uspehe. Kot veste, je Evropska unija začela ravno nasprotno. Začela je z ekonomskimi inštrumenti, z ekonomsko organizacijo premoga in jekla in potem seveda nadaljevala z ekonomskimi sredstvi do današnjih dni. Trčila ob politične meje vseh mogočih unij in končala v krizi svoje identitete. Zato se bomo danes na začetku vrnili k temu nenavadnemu izročilu, ki ga je Monet podal. Zato bomo danes začeli z Goethevim Faustom. Toda zakaj z Goethejem? Zakaj ne morda z bardom, gledališkim skrivnostnim bardom, recimo Williamom Shakespeareom, ki praznuje 400-letnico? Zaradi tega, ker je Goethe Nemec. Včeraj nas je mrko zrl Goethe kar nekaj minut, 15 minut. Razmrščen, skratka, ne moremo se rešiti Nemcev. Namreč nemško vprašanje je usodno zaznamovalo Evropo 20. stoletja. Prvih 50 let z 2 svetovnima vojnama in vse, kar se je dogajalo po 2. svetovni vojni, je v bistvu reševanje nemškega vprašanja. Februarja leta 1944, King's College, Cambridge, pred elitno združbo ekonomskih zgodovinarjev, ekonomistov, politologov govori Friedrich Hayek, drugi veliki ekonomist, ki je usodno vplival na tisto, kar se je dogajalo po 2. svetovni vojni. In njegov sklep je zelo jasen. Rešili boste problem Nemčije, če se bo spremenila in integrirala Evropa. Od to dalje je torej šlo neprestano za to, kako in na kakšen način bomo tako ali drugače reševali in v središču vseh sprememb imeli nemško vprašanje in nemški problem. Zdi se, da so celo hladnokrvni Angleži na koncu izgubili živce in želeli izstopiti. In Francozi na nek način nehajo celo delati Francoze in so rahlo vznemirjeni. Torej, zato Goethe in Faust. Ne bom vam povedal, kaj so Mefistove in kaj so Faustove besede. Naj vam bo jasno, Marjetica s tem nima ničesar. Človeka pač potare, če vse, na kar mu naleti pogled, je sod, pomij in shramba stare šare. In kvečemo teater marionet, ki cel kup imenitnih naukov znajo, kot takšnim pridnim stvarcam se podajo.
prijatelji moji. Preteklosti povest je knjiga s 7 pečati. To, kar duh dob se sprva zdi, v resnici je duh teh ljudi, ki se kot ogledalo dob košati. Tako, danes se bo do tukaj pred vami košatili moji gostje, sami imenitneži. Ljudje, ki pravzaprav, kot vidite, moško omizje. Nobenih dam. Zakaj? Ker posvečamo misli dami. Evropa je namreč dama, gospa. Evropa je začela s svojim imenom kot antična deklica, kot prelepa hči feničanskega kralja. Cevs je navdušen, spremeni se v pol človeka, pol konja, jezdi po Nostre Mare, Sredozemlju in tako naprej. Kasneje je seveda Evropa postala nekoliko zrelejša. Evropa, veste, pravzaprav ne obstaja. Celo geografsko je slabo definiran pojem. Politično-ekonomsko pa je z njo tako, da kot če bi hoteli dati primerjavo s kolesom, neprestano se moramo poganjati naprej, da ne izgubimo ravnotežja. Evropa je bolj do sedaj v zgodovini simbolizirala različnost in razkole. Vsi, ki so jo hoteli združevati, od Karla Velikega, Napoleona in na koncu nacistične Nemčije s Hitlerjem na čelu, so v bistvu naredili tragedijo. Prvi poizkus, da se znotraj tega nekaj dogodi, je seveda to, kar se dogaja z Evropsko unijo. No in sedaj kratka predstavitev gostov. Začenjamo z dr. Milanom Brglezom, zato da bodo dame iz protokola seveda pomirjene. Danes ni tukaj, seveda je pomembno, da je predsednik Državnega zbora z nami, ampak danes je tukaj kot profesor. Profesor mednarodnih odnosov iz sosednje fakultete za družbene vede. Na drugi strani, in seveda ekonomistom, to pa moram povedati, se je zadnjič priljubil v Osilnici. Toliko, da vemo. In potem drugi, najpomembnejši mož, ki smo ga imeli, dvakratni sekretar, funkcionar v Evropski uniji, komisar, za vse, kar je bilo mogoče, za znanost, za ekologijo. In to je seveda funkcija, ki jo je dr. Potočnik zelo dobro opravil. Ampak zopet je pomembno, da je dr. Potočnik, dokler se mu je to še zdelo pomembno, bil tudi profesor ekonomskih predmetov na pravni fakulteti. Magister Franjo Bobinac je predsednik uprave Gorenja, človek številnih darov in predvsem široko razgledan mož, ki bo skušal, kot je preko eden izmed katalonskih zgodovinarjev Fontana, ki je napisal Zrcala Evrope, nam nastaviti poslovno zrcalo, da se bomo lahko ogledovali v njem kot ekonomisti ali kot politiki. In potem dva domača aduta. To sta na eni strani profesor Jože Damjan. Zdaj, odkar je Bob Dylan dobil Nobelovo nagrado za književnost, lahko povem, da je on najpomembnejši, največji, najvplivnejši ekonomski bloger v Sloveniji in tudi širše. Drugače seveda eden izmed najpomembnejših raziskovalcev, mož prodornega duha, ostrega jezika, zato je danes tukaj. In čisto na koncu, dr. Rok Spruk, poudarek je na doktor. Zakaj? Zaradi tega, ker je pravkar doktoriral na Nizozemskem in ga imamo danes tukaj. Nam ga me veže neka zanimiva zgodba iz leta, mislim, da 1999 ali 2000. Povabil sem ga kot enega izmed najbolj načitanih brucev v moji pedagoški karieri na predstavitev knjige ekonomskega erudita Ceneta Matičiča o davkih, kreditu in mislim, da bankah v 21. stoletju. Tam so predstavila knjigo skupaj seveda z Cenetom Matičičem in na koncu pride profesor Niko Toš, eden najuglednejših sociologov iz sosednje fakultete in pravi, kje si pa dobil tega dobrega podiplomca? Ne, Niko, to je bruc, take pač imamo na ekonomski fakulteti. Tako,
kolega Brglez ni užaljen, kajti mi vsi skupaj predstavljamo univerzo. Tako, in zdaj seveda bomo začeli z našo okroglo mizo in seveda s tistim, kar pravzaprav predstavlja neke temeljne probleme, te zgradbe, tega funkcioniranja. In eno izmed temeljnih vprašanj Evropske unije in evropskih institucij je, kako te evropske institucije pravzaprav delujejo, kako se znotraj tega vzpostavlja ta problem, če hočete, suverenosti. To je tudi vprašanje, ki se bo najbrž vleklo potem, ko bomo skušali pogledati vlogo in položaj Slovenije. Ampak kako, na kakšen način delujejo te institucije in kako in na kakšen način je mogoče izboljšati način upravljanja, vodenja Evropske unije, če seveda gledamo na to zgodbo od zgoraj navzdol. In mislim, da je dr. Janez Potočnik najprimernejši sogovornik, dovolj visoko je bil in dovolj dolgo je gledal navzdol, da to dobro ve. Sicer pa, kot veste, je bil vedno prvi na lestvici priljubljenosti v Sloveniji. Prosim. Najlepša hvala, dr. Kovač, profesor Kovač, tudi za povabilo. Učinkovitost evropskih institucij je v prvi vrsti odvisna od pripravljenosti članic povezave za spremembe. Niha z resnostjo kriznih izzivov in spoznanjem, da je sprememba res nujna in izogibna in pravzaprav ni posledica strateškega razmisleka in vnaprejšnje presoje. Žal. Zato mislim, da je vloga Evropskega sveta ali natančneje ključnih držav članic, predvsem Nemčije. Ja se lahko samo opravičim. Jaz sem naredil veliko napako. Mogel bi biti uvodničar. In nisem najavil pravzaprav dveh po svoje najpomembnejših. Najprej seveda prvi med enakimi je profesor Mojmir Mrak, ki bo danes podal uvod v našo okroglo mizo. Profesor Mrak predstavlja enega izmed tistih profesorjev na ekonomski fakulteti, ki so se ukvarjali z mednarodnimi odnosi in ki so hkrati tako ali drugače koketirali z diplomacijo. Spominjam se, moj profesor za gospodarski razvoj je bil recimo Janez Stanovnik. Nikoli ga sicer nismo videli, ker je bil takrat v Ženevi. Profesor Ivo Fabinc, izvrsten diplomat, profesor, dekan, rektor Ljubljanske univerze. Mojmir Mrak je takšen predstavnik sedanjega časa. Zaupali smo mu to nalogo, da bo prvi med enakimi seveda začel s to uvodno mizo. In na koncu seveda sem se pozabil predstaviti tudi sam. Bogomir Kovač, ponižno javljam. O mojem liku največ pove fotografija v rdečem tunelu, mladostna lepota in večna odprtost duha. Mojmir, prosim. Bogo, hvala lepa. Jaz moram reči, sem bil že kar skoraj prepričan, da ne bo treba tega narediti, da je stvar tako jasna. Nama adrenalin pade, če si kaj tazga ne bo še. Pa še aplavsa dobila. Dobro. Dober dan tudi z moje strani. Pozdrav vsem, pozdrav jasno tudi panelistom. Prihodnost Evropske unije je ena tema, o kateri jaz mislim, da se v zadnjih, jaz bi rekel, mesecih ali po zadnjem letu veliko govori, v eni povezavi tudi s tem Brexitom, do katerega je prišlo, in verjetno je tudi to eden od razlogov, da smo to temo kot aktualno temo zbrali za eno od tem naše obeležitve 70-letnice. Zdaj, moja vloga je, kot vidite, je v bistvu precej nepomembna, mogoče to ne bi sploh treba biti, ampak zdaj, če že je. Ideja cele stvari je bila, da skušam jaz na eni strani dati malo nek svoj pogled, ampak predvsem pa odpirati vprašanja, ki bodo potem naslovljena. To ne pomeni, da bodo nekako nanizana vsa ta vprašanja, ampak vsaj nekatera.
Jaz sem nekako si zamislil ta moj relativno kratek uvod v treh sklopih. Eden je o tem, ali je danes trenutek res tako usoden, ali gre res za nek prelomni trenutek v Evropski uniji, ne, imaš mnenja, da ja, imaš mnenja, da ne. Druga stvar je, kaj nas je pripeljalo do tega trenutka, kaj so tisti osnovni trendi, Bogo je že nekaj teh stvari povedal, jaz bom skušal mogoče še nekatere tukaj dodati. In tretja stvar, jasno, kam naprej. Ne. Predpostavka je, ne, da si vendarle želimo to Evropo tudi zaradi tega, za kar je nastala, ne, da bi ta ideja Evropske unije, ki je bila v osnovi ideja, da če bomo med seboj na eno ali drugo obliko sodelovali, ne, potem je manj možnosti, da se bomo med seboj streljali. Ne. To je bila osnovna ideja Evropske unije in tako kot je Bogo rekel, prvi predlog je bil politična integracija, ampak je bilo to nesprejemljivo, ne, se je šlo potem na ta ekonomski del. Ampak ta stvar se mi zdi zelo pomembna, da jo imamo nekako skozi v glavi. Tudi v tem kontekstu, če se spomnite, 4 leta nazaj je Evropska unija dobila Nobelovo nagrado za mir. Ne. Jaz se spomnim, takrat je bilo kar precej, tako bi rekel, malo, nam rekel, smejanja odprtega, ampak kaj pa je to, mislim, ne? Jaz mislim, da je bilo danes to vrstnega muzanja bistveno manj, kot ga je bilo pred 4 leti. Ne. Se mi zdi, da to zavedanje, zakaj je Evropska unija nastala, ne, je precej zbledelo, je pa po mojem ključnega pomena, če hočemo kakšno stvar vnaprej zares peljati. Zdaj, a je tole trenutek prelomen ali ne? Jaz mislim, da je. Vsaj v 2 elementih bistveno drugačen, kot se to dogajalo kadarkoli v tej zgodovini. Tako imaš diskusijo, tako imaš, ne, takrat 90-ga, ko so se dogajale te spremembe, je bilo bolj prelomno. Jaz vendarle mislim, da je ta stvar danes vsaj toliko prelomna, če ne bolj, iz 2 razlogov. Ne. Mi prvič prihajamo v neko situacijo, da po 60 letih neke graditve, ne, širjenja, poglabljanja, ne, zelo se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, ne, ta proces evropskih integracij je bil kot neko kolo, ki mora iti naprej, ker če se ustavi, v bistvu pade. Ne. A je to danes, a smo na tej točki? A se je ta kolo ustavilo na neki točki in bo šlo navzdol, ali je to mogoče nek zastoj, ki bo omogočil nek nov razmislek pač poti naprej. Odgovora, po mojem, na to stvar trenutno ni. Ne. Postavlja se, ne, mi smo prišli iz ene Evrope 6 držav, ne, na Evropo 28, ta širitev, ne, ta hiša je dejansko danes popolnoma drugačna, ne. Način odločanja je logično popolnoma drugačen, ne. Praktično se skoraj ne poznamo več med sabo, ne. Zdaj jasno govorim v množini in v prvi osebi, ne, čeprav jasno nas v začetku ni bilo znano. Ampak hočem reči, to je druga stvar. In drug element, ta proces integracije je šel do faze monetarne unije, kjer smo mogoče malo premalo zares vzeli, da monetarna unija je majčkeno bolj zahtevna stvar kot recimo carinska unija. Tako da to je ena stvar, se pravi, ja, jaz mislim, da je prelomno. In druga stvar je, ne, Evropa je zmeri pred volitvami, ne. Če nas je 28, je logično, da je zmeri nekdo pred volitvami, ne. Ampak po mojem smo danes pred nekaterimi dogodki, pred nekaterimi volitvami, pa če hočete referendumi, ki so v eni stvari po mojem bistveno različni, kot so bili kadarkoli do zdaj. Ne. Ti si imel do zdaj več ali manj diskusijo med etabliranimi strankami, ki so bile bolj ali manj proevropske. Danes imaš v bistvu na mizi pač situacijo, recimo v 3 državah, 4 državah, lahko celo večjih, ne, kjer je politična opcija v bistvu protievropska, ne, če ne eksplicitno, pa saj implicitno. Ne. Tako da se lahko nekatere stvari, ne, dogajajo že v letošnjem letu z referendumom v sosednji državi, naslednje leto z volitvami, ampak skratka, ja, jaz mislim, da je nek prelomen trenutek. Kaj nas je pripeljalo do tega? Kje smo? Jaz mislim, da je cela vrsta stvari, glede na tale čas, jaz bi 4-5 točk tukajle omenil. Ena stvar je, da so, ali tako bi rekel generalno, razlogi so na eni strani globalni, na eni strani, a drugi strani pa interno, če hočete, EU-jevski, notranji razlogi. Med temi globalnimi se mi zdi ena stvar, kjer Evropa ni najdla svojega odgovora na to, je ta prehod iz tega bipolarnega sveta, ne, v multipolarni, se pravi, govorim o koncu, pač o padcu Berlinskega zidu, kjer so bile, bi rekel, te odnosi, ne, vzhod, zahod, relativno jasni. Ne.
Ne rečem, so bili dobri, ampak so bili jasni, se vedeli, kdo je, kje, kako je. Zdaj imaš pa ti kar en kup enih držav, ne, velikih držav, močnih držav, ki so, ne, predstavljajo bistveno pomemben del svetovnega gospodarstva, svetovne politike, te tako imenovane razvijajoče se države, emerging economies, ne, so v bistvu to svetovno sliko bistveno spremenile in če hočete, zakomplicirale na nek način. Ne. Te odnosi so manj jasni. In kle v tem, ne, se Evropa, ne, očitno ni najbolj znašla, tudi zaradi teh svojih institucionalnih karakteristik. Ne. Se spomnim, da smo se včasih pogovarjali, ne, tudi z gospodom Potočnikom, z Janezom, ne, o teh stvareh. Evropa oziroma svet se zmeri bolj hitro vrti, ne, ampak na tem vrtiljaku, ne, Evropa ta svojega stola, dobro, imela je stol, ampak nekako nas je skozi rinilo na obrobje. Ne. Bojim se, da ta Brexit nas porinja, kar se tega tiče, še bolj na obrobje. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, globalizacija, ne, in tle bom namenoma, jaz sem tudi nekje kar precej probal biti provokativen za kakšno reakcijo, ne. Ta globalizacija je imela zelo neenakomerne posledice na posamezne države, ampak še eno stvar, zelo neenakomerne posledice ima globalizacija na državo, kjer imaš eno suvereno državo, ali pa globalizacijo na strukturo institucionalno, kjer je več suverenih držav, ala Evropska unija. Kaj hočem reči? Ne, isti proces globalizacije, ki razdeli posamezne dele na bolj razvite, manj razvite, ne, če gledate, kar se je dogajalo v Evropi, je v primeru Evrope tudi vezan na posamezne države. Ne. Jasno, s tem je prišlo potem v posameznih državah, govorim pa zlasti v tem južnem delu, teh perifernih držav, skozi ta proces do problemov z srednjim razredom, do cele vrste stvari, ki so pač poglabljale in peljale v te politične situacije, ki jih imamo. Tretja stvar, ne, to jaz mislim, da je več ali manj dosti očitno, so bile slabosti v upravljanju s krizami. Ne. Tukaj bi omenil zlasti tole ekonomsko in begunsko. Pri ekonomski jaz bi rekel eno stvar. Ne. Ekonomska kriza, evrokriza, se je po mojem mnenju, in to sem tudi večkrat javno povedal, ne, da je bila dejansko obravnavana in tudi reševana kot fiskalna kriza. Ne. Evropska kriza ni samo fiskalna kriza. Španija, Irska niso bile fiskalne krize, to so bile plačilno-bilančne krize. In ti v bistvu si zdravo to Evropo, z enim zelo, bi rekel zdaj, ne, celovitim sistemom, ne, ampak ki v principu bazira na pristopu fiskalne konsolidacije. Ne. Da ne bi nesporazuma, fiskalna konsolidacija je potrebna v državi, ker je potrebna, ampak če imaš ti plačilno-bilančno krizo, vkolikor se države tudi s presežkom, to pa so, vemo katere, ne, predvsem Nemčija ne bodo prilagajale, potem ta, da rečemo, eksperiment ne bo uspel. Ne. In to zdaj videvamo. Ne. Videvamo, pravila igre so vzpostavljena, ne. Vidimo, da so pravila igre take, da jih je treba korigirati. Ne. Imamo med nami zopet bivšega ministra in kolega, ki se je s temi pravili soočal, ne, in jih spreminjal, ker hočem to reči, ne, videli se, da smo sprejeli, ampak pravila niso v redu. Ne. Čist, bi rekel, zdaj se vidi, da že čist analitično, konceptualno niso v redu. Skratka, o begunski krizi verjetno ni treba posebej govoriti, ne. Skratka, imamo ta problem, da je ta problem populizma se veča, in pa ena stvar, na katero bi izrecno rad opozoril, in tudi, tukaj sem pripričan, da bo kaj govora, institucionalne spremembe. Ne. Dejansko se je vloga posameznih inštitucij v okviru Evropske unije močno spremenila. Te krize so izrazito ponovno okrepile ta način odločanja meddržavnega. Vloga Evropske komisije je šla dol. Ne. In da bo stvar še slabša, ne, Evropska komisija, ne, predsednik komisije je celo najavil, ne, ta komisija bo politična. Jaz moram reči, da tega takrat niti nisem bil tak problem, ker se mi je zdelo politična v tem smislu, da bodo ljudje s politično kilometrino in tako naprej. Ne. Problem je v tem, da ta komisija danes politično odloča. Ne. Oziroma daje predloge, katere je danes zavrniti bistveno težje. Tako da, ne, vrsto primerov tega je tudi v letošnjem letu. Zdaj, kaj naprej? Ne? Naprej, ne, zopet malo kot izziv. Ne? Moje mnenje je, jaz vidim tukaj eno stvar, kot predpogoj, če smo karkoli resnega narediti notranje, to pa je stabilizacija geografskega okolja okrog Evropske unije. Ne? Po mojem mnenju, vkolikor ne bo prišlo do politične stabilizacije, ne, jaz nisem rekel, da bo prišlo do popolna, ampak ne, če ne bo prišlo do ureditve teh odnosov z obrobjem, z tem
okoljem, potem bo zelo težko karkoli urejati notranje. Ne. To pa jasno postavlja ključen problem tega, a je Evropa sploh mednaroden faktor v političnih odnosih. Ne. Sam gledajte recimo primer Sirije, ne. O Siriji se pogajata Rusija in Združene države Amerike, nas ni. Ne. Tako da, ne, jasno, probleme tega dogovora ali nedogovora bodo naši. Skratka, ne, to ena teza je, da brez stabilizacije kot praktično predpogoja, ne, so druge stvari precej v zraku. Druga, na ekonomskem področju pa kakorkoli bo verjetno je kontradiktorno, po mojem mnenju, brez tesnejšega sodelovanja v okviru evrodržav. Ne. Preprosto ne bo šlo. Ta tako imenovani muddling through, ne, se pravi, pejmo naprej, na nek srednji rok, da ne rečem na dolgi rok, ne bo deloval. Se pravi, mi bomo morali iti v tesnejšo sodelovanje med sabo. Jaz sem tukaj zelo previden, fiskalna unija, ne, tudi te stvari, tudi monetarno unijo se da, bi rekel, sta dva koncepta, kako, ni potreben proračun, ampak je vprašanje, je to politično. Ne. Skratka, tle je, ne, bomo šli v fiskalno unijo ali ne. Kaj recimo z Grčijo, ne govorim Grčijo zdajle kot, ampak v bistvu s celim konceptom tega reševanja dolgov, ne, odnosi z mednarodnim denarnim skladom tukaj. Ne. Naslednja stvar, ne, po mojem zelo kontradiktorna. Ali so potrebne neke resne spremembe nekaterih ključnih politik Evropske unije? Govorim tukaj o politikah ala politika konkurence in državnih pomoči. Ne. Politika konkurence in državnih pomoči v eni državi suvereni, po mojem mnenju ni popolnoma isto kot ta ista politika na nivoju večjega števila suverenih držav. Zakaj? Zato, ker v posamezni državi ti to politiko spremlja z nekimi drugimi inštrumenti, ki jih pa Evropska unija nima. Da rečem, proračun Evropske unije je praktično minoren. Ne? Tako da, ja, ne. Kakšen bo postopek tega Brexita? Ne? Ena stvar, ki je po mojem tudi v Sloveniji imamo velik problem z njo. Ne? Jaz mislim, da pogajanja o Brexitu bodo praktično nova pogajanja o, ali bi jih primerjal z pridruževanjem. Sedaj jasno v drugo smer, ampak pogajanja z Veliko Britanijo bojo tudi pogajanja med državami članicami. Ne? Tako da Slovenija bi kle morala imeti neko bolj jasno tudi institucionalno strukturo, kako se s tem soočati. In pa jasno institucionalne spremembe. Ne? Kam zdaj, kaj s komisijo, kaj več pristojnosti, naš predsednik govori o federalni Evropi, ne? Mogoče malo hitro, ne? Take ocene, ampak vendarle, ne? V katero smer, to so po mojem stvari, o katerih bi jaz pričakoval, da bomo danes kakšno še rekli. Hvala lepa. Hvala lepa. Ekonomisti imamo jedrnat jezik. Izplačalo se je. Tako, in vračamo se nazaj k našemu vprašanju Evropske unije, institucij in možnosti, ki jih imamo za to, da bi se te institucije nekako izvile iz te krize. Prosim. Zdaj, lahko mirne duše rečem, da veliko boljše biti prvi kot drugi, ker očitno je, da se z Mojčem veliko pogovarjal in zdaj sem pravzaprav pred resno dilemo, naj direktno začnem odgovarjati na stvari, ki jih je on odprl, ampak bom kasneje se bom držal institucij, pa bom kasneje šel v diskusije, ki so bile odprte. No, pri institucijah, kot veste, v Evropi imamo 3 ključne institucije. Prva je Evropska komisija, ki zagovarja interese skupnosti, potem je Evropski svet, ki zagovarja interese članic in potem imamo še Evropski parlament, ki na prvem mestu zagovarja interese političnih strank. To mimogrede vsi vemo, pa pravzaprav nočemo prav dobro razumeti. To vam lahko jaz iz lastne izkušnje povem kot komisar, ker sem bil velikokrat klican na to, da ne zagovarjam zadosti nacionalnih interesov. Ampak tako pač je. In prav je, da se zavedamo, da te institucije morajo igrati svojo vlogo. Krepitev Evropskega sveta na nek način pomeni krepitev medvladnega pristopa, krepitev moči držav članic, krepitev komisije pomeni krepitev pristopa skupnosti oziroma krepitev pristopa 28-terice. Kaj je v našem interesu, mislim, da ni potrebno prav pretirano razlagati. Vloga sodne veje je na evropski ravni pomembnejša, kot je običajno videna ali bolje nevidena. No, če grem zdaj na učinkovitost tistega, kar sem v bistvu začel prej, na učinkovitost evropskih institucij. Učinkovitost evropskih institucij je v prvi vrsti odvisna od pripravljenosti članic na spremembe.
Tudi takrat, ko je Evropska komisija bila videna kot motor sprememb, je bila videna zato, ker je imela sicer dobro vodstvo, ampak delovala v okolju pripravljenosti članic na spremembe. Tako da velikokrat nepravično v bistvu kažemo, v nekem trenutku pač nečesa ni mogoče narediti, ker med članicami preprosto ni sprememb oziroma ni pripravljenosti. Zdaj ta pripravljenost, kot ste sami opazili, v Evropi precej niha z kriznimi trenutki. Globlji in večji je krizni trenutek, večja je pripravljenost na spremembe in žal ni posledica nekega dolgoročnega strateškega razmisleka in poti, ki bi jo v bistvu se skupaj odločili in ji tudi sledili. Zato je vloga, kot sem rekel, Evropskega sveta ali natančneje članic izjemno pomembna in izjemno pomembna v tem kontekstu je tudi in predvsem vloga Nemčije. Včasih smo predvsem govorili o nemško-francoski navezi, ki je bila nekakšen balans različnih pogledov na evropski ravni. Žal danes vloga Francije ni tako močna, tako da pretežno so oči uprte proti Nemčiji in postaviti interese skupnosti, tudi interese držav z manjšo politično težo pred navidezno bolj pomembne nacionalne interese, kar bi Nemčija morala narediti, ki jih glasno zahteva predvsem te nacionalne interese domača javnost, je seveda zahtevna in odgovorna naloga in pogosto jo tisti, ki to naredijo na domačem političnem terenu, plačajo s tem, da izgubijo volitve. Evropska unija in seveda tudi boj proti naraščajoči polarizaciji družbe se v bistvu začne doma. Skratka, demokratične sile na celotnem političnem spektru morajo ponuditi aktivno alternativo, dobro premišljeno alternativo širjenju strahu, širjenju populizma, ponuditi prepričljive argumente prednosti življenja v odprti, tolerantni, svobodni družbi, ki spoštuje različnosti. Žal je prevečkrat praksa ta, da se dobro prepiše domači politični kredibilnosti, da se pa velikokrat okrivi Bruselj, kadar ne gre dobro doma. Ta praksa seveda se ne konča dobro, če ne verjamete v točen lep primer je Brexit. Če ti 30-40 let govoriš svojim volivcem to, ja, za vraka, kako si pa ne bodo to zapomnili. In potem z vsemi argumenti, ki jih kasneje uporabljaš v tisti kampanji, ki jo imaš za vstop oziroma za ohranitev ali izstop, ne moreš biti zadosti prepričljiv. Vrniti v Evropi se je treba k dialogu. To je ena od stvari, ki smo jo izgubili. Nekdo je rekel, da včasih je Evropa zgledala ob ustanovitvi tako, da so voditelji držav članic prinašali opeke v Bruselj in gradili skupno stavbo, danes pa prihajajo bolj ali manj v Bruselj odnašati opeke domov. Kar pomeni, da grejo najprej na tiskovno konferenco doma, povedo, kako bodo branili nacionalne interese in potem gredo v Bruselj in se vrnejo nazaj, vsi ponosni, da so to storili, ne vedoč, da so pravzaprav storili korak, precej močan korak v razgradnji lastne hiše. Skratka, zavzemanje za skupno evropsko prihodnost ne temelji na idealiziranih proevropskih razlogih, ampak na zavedanju, da je to v prvi vrsti v lastnem nacionalnem interesu. Čeprav si je težko predstavljati Evropsko unijo, v kateri bi ne bilo izjem in različnih delitev, bila so že omenjena, denimo najbolj vidna je ta, ki jo povzroča skupna valuta evro, pa je dejstvo, da izjeme in delitve praviloma hromijo politično enotnost, ustvarjajo interesne skupine znotraj skupnih interesov, zato bi se morali zavzemati praviloma za enotno EU, utrjevati klubsko logiko in pripadnost, kot sem že dejal, primer Brexita in dejstva, da se je pravzaprav Evropska unija začela individualno pogajati z eno članico o specifičnih spremembah, ki so potrebne, je točno lepo viden recept, kako pridete do problemov in nerešljivega stanja. In to se je zgodilo in je, upam, da naša skupna dobra lekcija, da nekaj podobnega ne bomo kadarkoli ponovili v prihodnosti. Poskrbeti je treba tudi, da bodo temeljne pravice in demokratične vrednote zapisane v evropskih zakonih dosledno uveljavljene v vseh članicah, tega danes ne počnemo. Kakršnokoli pretirano koketiranje z Nemčijo in Francijo je napačno, Evropa dveh hitrosti, zavzemanje za to, da bi bili v njenem jedru, škoduje trdnosti Unije in predvsem kaže na naše nerazumevanje bistva problema. Naš vlak in vlak vsake članice Evropske unije je in mora biti enotna Evropska unija. Kakršnakoli notranja delitev pomeni krepitev medvladnega pristopa,
kakršnakoli na škodo pristopa skupnosti in to gre vedno na škodo majhnih držav. Kar se tiče komisije, ki jo najbolje poznam, je mislim, da Mojmir rekel točno tisto, kar sem jaz tudi želel poudariti. Trend, ki se razvija v komisiji in to je bilo že za časa obeh mandatov Barrosove komisije, zdaj v času Junckerjeve komisije, se pa samo še poglablja, da gre v smeri bolj politične komisije, je po mojem prepričanju škodljiv in lahko potencialno celo nevaren. To pomeni, če ti želiš biti političen akter, pomeni, da moraš v prvi vrsti se pogovarjati s tistimi, ki imajo med članicami več vloge, kar pomeni, da avtomatsko vnaprej na nek način izločiš tiste, ki imajo manj vloge. To tudi pomeni, da moraš v večji meri prisluhniti večjim podjetjem in tiste, ki imajo večji politično moč in interese. In komisija, ki gradi svoj pomen in pristojnosti na znanju, visoki strokovni usposobljenosti, nepristranskosti, doslednosti, to je komisija in to je prava komisija, taka bi morala biti in ključna je tudi za vlogo in zaščito manjših držav članic. To razumejo vse majhne države članice, predvsem na severu, ki so že dalj časa del povezave. Pri nas to žal še ni toliko dobro razumljeno, ampak močna Evropska komisija in sledenje interesom skupnosti je v vsakem primeru v našem interesu. Če zaključim z to, v bistvu bil sem prisoten na večerih so finskega predsednika Ninista vprašali, kaj si misli o Evropski uniji in on je odgovoril z anekdoto o Wagnerju in Marku Twainu. Mark Twain je namreč bil enkrat na koncertu Richarda Wagnerja in so ga po koncu koncerta vprašali, kaj si misli o glasbi Richarda Wagnerja. Njegov odgovor je bil približno takle. Mnogo stvari si lahko mislite o Richardu Wagnerju, ampak samo ena stvar resnično drži. Njegova glasba je bistveno boljša, kot se sliši. Ni tako slabo, kot se sliši. Ni tako slabo, kot se sliši, ja. Nekaj podobnega je tudi res za Evropo in Evropsko unijo. Vredna je, da verjamemo vanjo, vredna je kritičnih misli. Ne pozabimo, da v času, ko v Evropi opažamo krepitev nacionalizma, protekcionizma, diskriminacije, ksenofobije, netolerance, avtoritarnih teženj, vsega, kar je v osnovi uperjeno proti sodelovanju in se napaja s politiko strahu in bojazni do prihodnosti, pravzaprav ne gre za Evropsko unijo, ampak gre za dosti nekaj pomembnejšega. Gre za to, kako bomo živeli v prihodnosti, torej za odločitev, da želimo živeti v odprti, sodelujoči, vključujoči, svobodni družbi, vpeti v povezan in soodvisen svet. Dobro. Tako. Vidim, da ste razumeli moj namig. Kadar bom spustil malo glas in vas pogledal, takrat je aplavz. Zdaj bo seveda tudi sledil. No, ampak vidimo, da je eden izmed temeljnih problemov Evropske unije, da pravzaprav od samega začetka, karkoli je že počela z svojimi integracijami, ni imela evropskega demosa. Da je neprestano gradila unijo, ki pa je v operativnem smislu temeljila na vlogi in pomenu držav članic. In to je seveda pri širitvi v 90-ih letih prišlo še toliko bolj do izraza in na nek način je za Slovenijo izjemno pomembno. Na kakšen način je vloga in pomen, ki ga Evropska unija daje članicam oziroma v kolikšni meri, mislim, da je tudi že kolega Mrak uvodoma povedal, mislim, da je tudi o teh stvareh govoril kolega Potočnik, v kolikšni meri zastopati zdaj v pomen in vlogo Slovenije v nacionalnem smislu v odnosu do Evrope. Kako in na kakšen način doseči, da bi se na eni strani lahko prilagodili in da bi na drugi strani lahko seveda v največji meri vendarle zastopali slovenske nacionalne interese. In to še posebej, ko se je zdaj treba v končni inštanci odločati do migracijske krize. Odločili smo se na zame ne preveč prijazen in dober način.
treba se bo odločiti do Brexita, treba se bo odločiti seveda in se bomo se odločali ali pa se bomo odločali do fiskalne, dolžniške krize in tako dalje in tako dalje. Skratka, zelo, zelo pomembna vloga in mislim, da imamo v predsedniku parlamenta pravzaprav pravšnega človeka, ki je človek, ki prihaja pravzaprav iz akademskih krogov in ki se s tovrstnimi mednarodnimi vprašanji tudi strokovno ukvarja kot profesor. Prosim. Ja, najlepša hvala najprej za povabilo, v bistvu tudi za te hvalospeve. Zadeva je precej bolj bizarna, ko prideš v politiko in skušaš strokovno kaj pametnega narediti in to sporočiti ljudem. Osnovni problem odnosa med Evropsko unijo in nacionalnimi državami je po mojem nerazumevanju povsem dejstva, da evropske institucije niso nad, izven ali karkoli podobnega, ampak da jih sooblikujemo na vseh nivojih. To je v parlamentu mogoče najbolj jasno razvidno. In zdaj, to je vsaj z naše strani, ali pa bom rekel za Slovenijo, na vseh nivojih je to zame nedokončan proces evropeizacije. Dejstvo, da ne znamo na pravem trenutku bodi si začeti pogajati, bodi si oblikovati stališča takrat, ko imamo možnost in jih potem seveda lahko zgolj še se postavimo na eno ali na drugo stran in tam je najlažje vedno se postaviti na stran tistih, ki so najmočnejši. Tako zadeva potem pa zgleda. Torej, slovenska politika se po mojem preveč distancira od evropskega zakonodajnega procesa in kljub temu, da seveda po Lizbonski pogodbi naj bi še zlasti parlamenti dobili večjo vlogo, jo dejansko še vedno nimajo in se jo morajo zboriti najprej v odnosu do izvršne veje oblasti, njenih postopkov, marsičem pa je kriva za ta postopek v bistvu tudi dinamika delovanja evropskih institucij, ki postavljajo nemogoče roke, da bi pravzaprav prišlo do kakršnekoli demokratične razprave. Druga stvar, ki je tudi pomembna, je v bistvu, kako prenašamo sekundarno zakonodajo v notranji pravni red. Tle gre zgolj za preslikavo, pa pozabimo pa prilagoditi. Pa pri sami preslikavi, copy-paste dobesedno, včasih dodamo še kakšen interes zraven. Tako da vsaj kar sem na tem mestu v zakonodajni veji ne verjamem nobenemu več. Je treba vsako stvar še enkrat preveriti. Problem je v tem, da sam parlament nima toliko resursov, da bi lahko preveril za vsakim ministrstvom. Tisto, kar se mi zdi pomembno in vredno absolutno razprave, je dolgo časa in nekako ni bil toliko izpostavljeno legitimacijska vrzel Evropske unije. Mi bomo morali govoriti in se pogovarjati o evropskem državljanu na drugačen način, kot smo do zdaj vajeni. Do zdaj je to pač državljan nacionalne države in ničesar drugega, ampak dajte no, v Evropi živijo številni ljudje, ki imajo razne statuse, ampak evropskega državljanstva pa nikako ne bi mogli dobiti, čeprav prispevajo ali pa so prispevali bivši migranti, ja, na številne načine. Dejstvo je tudi, da je v tem trenutku razmerje moči med Evropsko unijo in državami članicami zelo težko spremeniti, brez sprememb pogodb, kar pa veste, da je zelo, zelo težko. V našem parlamentu to pomeni dvotretjinsko večino za kakršnokoli to vrstno zadevo. Takoj, ko omeniš dvotretjinsko večino, veš, da si v izjemnih težavah, veš, da si pred številnimi izsiljevanji in tako naprej. Tisto, kar se mi pa zdi znotraj tega le pomembno in za prihodnost pomembno razmišljati, je kako okrepiti zakonodajno vejo oblasti predvsem, ne toliko izvršno, ker problem evropskega demosa je ravno mešanje izvršne veje na nacionalni ravni z državljani, ampak kako okrepiti nacionalne parlamente po eni strani. Zdaj si predstavljam zadevo kot mogoče razvoj drugega doma Evropskega parlamenta z nekako vključitvijo bolj nacionalnih parlamentov in druga reč, ki je pa pomembnejša,
Tisto, kar se je treba zavedati, da imamo na ravni Evropske unije neko institucionalno ravnotežje. In znotraj tega institucionalnega ravnotežja avtonomija Evropske centralne banke pomeni v bistvu, da je naslednja veja oblasti. Medtem ko pogledamo zadevo znotraj nacionalne države, imamo pa delitev oblasti. In delitev oblasti je bolj jasno izpeljana. In je check and balances neka zadeva, kjer pa centralna banka je lahko avtonomna, ampak vse druge veje oblasti so pomembnejše od nje. In vsaj v tem forumu mi je ta vidik zelo pomemben in če ne bomo prešli v jasnejšo demokratično ureditev, po mojem Evropska unija ne bo imela prihodnosti, ampak tisti del bom rajš prihranil za naprej. Tisto, kar se mi zdi pomembno v tem odnosu do nekaterih konkretnih vprašanj izpostaviti je, da se strinjam z prvo govorečim glede naše nepripravljenosti institucionalne na Brexit. Splošno stališče pa zelo tako strogo. Bomo počakali, da se bo vseh 27 dogovorilo, ampak kaj bomo pa zagovarjali med temi 27, tega stališča pa nismo izoblikovali. Še toliko bolj, naredili smo še eno hujšo stvar. Ko smo imeli prvič predsedovanje Evropske unije, smo vsaj neko institucionalno strukturo imeli. Potem so se vse vlade trudile samo zrušiti to zadevo in zdaj moramo novo vzpostaviti in se že nekako mudi, tako da bo že ta mandat bistven za to zadevo. Zdaj pa mislim, da me že priganjajo, da grem glasovati v državni zbor, zato bom omenil še tisto odgovor na tisto drugo vprašanje, ki je, in to je glede same prihodnosti. Glede same prihodnosti se meni zdijo pomembne 4 točke. Zame je idealni pogled na leto 2025 razširjena in poglobljena Evropska unija. Bistvena širitev za nas je Zahodni Balkan in to bo ostalo. Poglabljanje Evropske unije ne sme biti brezglavo, torej mora iti v smeri zvezne unije držav in ne zvezne države. Smo bili v eni federaciji, ne rabimo ravno isto. Evropska unija je neka specifika in ne delamo iz nje, prosim, države. Znotraj tega je zelo pomembno, ali pa tisti projekt, ki se mi zdi odgovor na sedanji populizem, predvsem socialna unija. Kohezija, strukturni skladi ne odpravljajo tistega, kar je v Evropski uniji resnično problem. Nekako se je mičken ukrepil evropski steber socialnih pravic, ampak dokler ne bo veljal za vse, nismo na tistem mestu in to je tudi ena od stvari, ki bo v pogajanju v Brexitu zelo pomembna. Ne bo Velika Britanija mogla izbirati, katere svoboščine bo in katere ne bo spoštovala. Več kot se jih bo hotela osvoboditi, slabši bo najverjetneje njen položaj do Evropske unije, če pač Evropska unija ne bo pristala na nekaj, kar jo pa ta trenutek šibi, in to sta 2 stvari. Ena, možnost fleksibilizacije, torej Evrope večjih hitrosti, to se nam zopet vrača, in druga, še hujša, delitev na vzhod in zahod. Tukaj pa pridemo nazaj na kulturo. Meni je znotraj te kulture srce Evropske unije in mislim, da smo mi saj šli v to smer, Svet Evrope. Razumevanje človekovih pravic, preko tega ne smemo iti, karkoli na koncu naredili v tej begunski krizi ali pa pri katerikoli drugi zadevi, ta zadeva mora ostati znotraj tega pojmovanja, ki smo ga v Evropi razvili. Hvala, zdaj pa mislim, da moram bežati. Najlepša hvala. Vidite, kaj je politika in kakšne privilegije imamo profesorji, tudi menedžerji, kadar imajo čas. Tako, po mojem najboljše, Mojmir, če se tukaj usedeš, da ne bo stal prazen. Praznine vedno bolijo. Zdaj,
navidezno se zdi, da imamo tukaj poslovno oko, ampak danes sem že omenil Jeana Moneta, on je bil v osnovi seveda biznismen. Erhard je bil ravno tako poslovnež. Ukvarjali so se vsi ti zelo pomembni in ključni ljudje za Evropsko unijo, pravzaprav z vsem, kar se je bilo mogoče ukvarjati. Jaz sem preveril Moneta, z rokometom se ni ukvarjal. Tako da to je recimo razlika. Ne? No, ampak tisto, kar je na nek način eno izmed temeljnih vprašanj. Zdaj, ta Evropa je neprestano gradila, tudi danes smo že večkrat slišali, na tem sporednem, pa hkrati vzajemnem korporativnem svetu. To, kar se je zgodilo v zadnjih 30 letih, zlasti zaradi izrazitega poudarka na svobodnih, tržnih, podjetniških iniciativah, konkurenčnosti kot eno izmed temeljnih principov Evropske unije je ta, da se je znotraj globalizacije, znotraj financializacije, nekako ta korporativni svet priboril neko svojo pravico sporednega sveta. In mislim, da je morda danes dobro, če nam človek, ki se giblje v tem korporativnem svetu, skuša pojasniti, ali je ta korporativni svet na eni strani zaveznik ali pa usporednik pravzaprav te Evropske unije danes in morda tudi jutri. V kolikšni meri poslovneži torej na nek način gradijo to skupno Evropo in v kolikšni meri jo po svoje z svojim sporednim svetom tudi zamejujejo. To je težko vprašanje, ampak mislim, da ga bomo danes skušali nastaviti. Prosim. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav še z moje strani, hvala za povabilo, mislim, da je vrhunski dogodek in vesel sem, da sem v tako ugledni družbi. Torej, pogled iz biznisa, iz korporacije, ki je seveda največje slovensko industrijsko podjetje, skupaj s Krko največji slovenski izvoznik, ampak bom seveda poskušal govoriti bolj tudi na načelni ravni z vidika seveda teme današnje, ki je še kako aktualna. Kot prvo bi rekel, da v družbah, v korporacijah razmišljamo o trgu izven nekih držav, izven nekih regij, izven političnih integracij in o trgih razmišljamo globalno. Danes recimo tudi družba, ki jo vodim, največje stopnje rasti beleži prav na trgih izven Evropske unije, v Avstraliji, v Združenih državah in tako naprej. Torej, trg je postal fantastično globaliziran in tudi potrošnik danes je vrhunsko globalni, je informiranje popolnoma drugačen, kot je bil nekoč, je popolnoma povezan z pametnimi napravami, tako da ima eno fantastično prednost pred vsemi potrošniki v prejšnjih nekih zgodovinskih obdobjih, namreč on resnično odloča o vsaki zadevi. In razmislek korporacije pravzaprav o trgih, je o potrošniku in seveda sami se v družbah, v gospodarskih družbah običajno ukvarjamo najbolj s tem, kako znotraj družb, ki jih vodimo, ustvarjati elemente konkurenčne prednosti, kako graditi na vzvodih dodane vrednosti, kako najti neke unique selling propositions za naše tržišča, za naše trge in tako naprej. To je kot prvo. Je pa res, seveda, da živimo vedno v nekem okolju, da živimo znotraj neke države, znotraj regije in seveda smo bili tudi v Sloveniji, v gospodarstvu izredno ponosni in veseli, ko je Slovenija stopila na pot Evropske unije, bili smo prvi, ki smo stopili med vsemi temi tako imenovanimi vzhodnoevropskimi državami, prvi smo uvedli evro. Z vidika ugleda ne samo države, ampak tudi firm, pa tudi naših izdelkov in storitev, je bila to že takrat pred leti ena fantastična, pozitivna nota, ki smo jo, mislim, da kar lepo s pridom izkoristili. In Slovenija je bila del tega, kar je dobro. Dejstvo pa je, da smo ves čas tudi zagovarjali tudi v gospodarstvo vstop recimo v evro, že zaradi nižjih transakcijskih stroškov. Vemo, kako nočna mora so lahko recimo negativne tečajne razlike, to vemo tudi največji izvozniki, kot sta Krka in Gorenje. Tako da iz tega naslova je sicer tudi fino imeti evro. Res je pa, da kasneje, ko se nam je pa vse skupaj zgodila kriza, bi si pa včasih za hip celo zaželeli imeti kako bolj mehko valuto, kjer bi lahko z neko bolj fleksibilno monetarno politiko lahko lažje vzpodbudili recimo izvoz in tako naprej. Ampak za hiter preblisk
Ne mislim nostalgično gledati o tem, ker mislim, da je absolutno v redu, da smo tako del Evropske unije, kot tudi del evra. Že danes vidimo recimo, da znotraj tistih držav, kjer tudi poslujemo v Evropske uniji, kako je težko obvladovati ta tečajna tveganja do Poljske, pa Češke, Romunije, Bolgarije, da ne govorim niti o ostalih državah, ki pa danes še niso del Evropske unije. No, ampak zdaj osnovna tema je seveda, kaj in kako naprej in kako ta korporativni svet deluje ali pa ne deluje znotraj tega. Jaz namenoma danes želim pa resnično uporabiti ta izraz, nastaviti ogledalo in politiki in akademski sferi in nekaj spregovoriti o industriji, nekaj spregovoriti o gospodarski rasti, o zaposlenosti, o konkurenčnosti. To so teme, o katerih smo se ogromno pogovarjali tudi ravno na tej fakulteti že pred mnogimi leti in se mi zdi, da je prav, da tudi v okviru današnje razprave govorimo o tem. Industrija. Nihče ni uporabil še tega izraza, jaz prihajam iz industrije in poglejte, Evropa je izredno slabo bila pripravljena na krizo. Združene države Amerike so začele, narekovajo seveda, neko krizno obdobje, ampak prve našle načine, da so iz te krize tudi išle. In kaj je zanimivo, predsednik Obama si je predsednika uprave General Electrica Jeffa Immelta izbral za svojega svetovalca za gospodarstvo, preprosto zato, ker sta se lotila industrializacije države. GE je potegnil tudi znotraj te naše panoge ogromno proizvodnje iz Mehike pripeljal nazaj v Združene države Amerike. Ravno ta mesec 5. oktobra je Whirlpool, ki je v naši panogi največja korporacija, naredil eno javno objavo na spletu, ker je javna delniška družba, kjer je povedal, kako pomembno veliko pozornost daje ponovni industrializaciji Amerike v smislu job creation. In o tem jaz želim govoriti, ker mislim, da se tako v Sloveniji kot v Evropi o tem premalo pogovarjamo. In ves čas tudi politika včasih, mislim, da včasih tudi komisija kot neka politika na najvišji ravni, se mi zdi, da še ni čisto do konca razumela pomena industrije kot take. Želel bi si, da bi vsi skupaj gradili skozi industrializacijo Evrope večjo gospodarsko rast in seveda tudi več zaposlovanja, kajti ko se pogovarjamo o Evropi, o tem, kaj je cilj Evrope, mislim, da smo vsi hitro poenoteni in da imamo radi Evropo in Evropsko unijo zato, ker nam omogoča neko lepše, varno življenje in tako naprej. Ampak kako do tega priti, pa ponavadi ne govorimo. Zato jaz želim govoriti o tem, da mislim, da vse spodbude, vsa sodelovanja, vse aktivnosti, tako nacionalnih držav kot Evropske unije kot take, bi morala delovati v smeri ponovne, močnejše industrializacije Evrope, kajti mislim, da Amerika je pokazala, da v Silicijevi dolini ni samo digitalizacija doma, ampak konkretno veste, da je tam ena izmed tam dela avtomobile namreč, ne? Tesla Motors je danes v Kaliforniji in zakaj pa ne bi bila tudi tako imenovana zrela industrija tudi del Evrope kot take. Sam se pa seveda s tem pojmom zrela industrija ne strinjam, ker mislim, da ni zrelih panog ali pa zrelih industrij, lahko so samo upehani ali pa razvojniki in tržniki brez idej. Ni zrelih industrij, tudi IoT, Internet of Things, pomeni things, to pomeni proizvodi, to pomeni seveda tudi storitve, ampak danes pametni avtomobili, pametna mesta, pametne hiše, pametni aparati, pomeni tudi veliko industrijo. Jaz mislim, da tu ni zdaj teza ali pa tema, kako korporativni svet deluje in razmišlja izven. Morda seveda tiste multinacionalne korporacije, ki so bistveno bolj, kot je to primer za katerokoli slovensko podjetje, so pripete na državne jasli. Jaz pa izhajam seveda iz neke industrije, iz neke panoge, ki je usmerjena v končnega porabnika in mi 1:1 tekmujemo z LG, Samsungu in Whirlpooli, ki so 50krat ali pa 100krat večji kot mi. Verjamem, da ta korporativni svet včasih deluje drugače, še posebej, kadar sodeluje z državo, z nacionalnimi nekimi institucijami, na temo nekih energetskih infrastrukturnih projektov in tako naprej. Tam se mi zdi, da to prepletanje med politiko, biznisom je včasih tudi nezdravo. Dejstvo pa je, da preprosto mi v ostalih korporacijah, ki smo usmerjeni k končnemu potrošniku, razmislimo o njem,
kakšen je, kako se spreminja, kako bomo ponudili najboljši izdelek ali pa storitev in seveda razmišljamo o trgu, ki je danes globalen. Danes pa tako v Evropi kot v svetu ne tekmujejo med sabo samo regije in tu jaz kot gospodarstvenik vidim velik problem konkurenčnosti ne samo posameznih družb, ampak tudi regij ali pa držav, če hočete tudi Evropske unije kot take. Seveda je to dama, je zrela dama, ampak je relativno upehana, včasih gospodarsko, počasna, prepozno rešuje nekatere krize, o tem je kolega Mojmir Mrak že nekaj govoril. Mislim, da ima popolnoma prav, prepozno smo se lotili reševanja krize bistveno drugače, kot so to naredili Američani, ki so znižali obrestno mero, začeli odkupovati obveznice, začeli sanacijo bank. In mislim, da Evropa šele zdaj na nek način išče neke rešitve skozi EIB, skozi EBRD, skozi Evropsko komisijo, tudi za razvoj podjetništva, mala in srednja podjetja, za razvoj gospodarstva, delovnih mest, industrializacijo. Če bo s tem nadaljevala, bo imela tudi popolno podporo korporativnega sveta in mislim, da je to prav. Ne smemo pa mi znotraj Slovenije se delati utvar, da ko frau Merkel gre na pot na Kitajsko ali pa monsieur Hollande kamorkoli drugam, on pelje sabo gospodarstvenike za to, da bojo delali posel. In to ni treba biti sram, niti strah nikogar izmed naših politikov. In jaz mislim, da to še premalo izkoriščamo. In zakaj govorim o tem? Ker to mi pa ni všeč v tej Evropski uniji, da ko je treba, smo vsi Evropska unija, ko pa je kriza, ko pa zagusti, so pa Nemci najprej Nemci, Francozi in Francozi in njihovi predsedniki najprej pomislijo na svoje države in ščitijo svoje nacionalne interese. Tudi mi jih dajmo. Na politični ravni ne smemo pripadati enemu ali drugemu bloku, nič preveč proameriško, nič preveč prosovjetsko. Mislim, da moramo biti pametni in uravnoteženi tudi z vidika biznisa, ki ima neke svoje interese in preprosto nadaljevati po svoji poti, pa nobenega ne smemo ponavljati, ker če lev posnema leva, kot pravijo nekateri, lahko postane opica. Slovenija pa si to ne zasluži. Hvala lepa. Mislim, da smo dobili izjemna izhodišča. Predvsem natančno tisto in tisto ogledalo, ki ga običajno spregledamo in ki je še kako pomemben. In to je tudi dobro izhodišče za razpravo, ki jo običajno zelo dobro povzema tudi kolega Damjan, ki je tukaj zato, da bo povezal vse skupaj, kar smo mi danes zdaj tukaj rekli uvodoma in hkrati pravzaprav dal temeljni poudarek, kje se danes tako z vidika drugačne globalizacije, tako z vidika drugačne industrializacije, drugačnih politik, zlasti tega, kar je pomenila Evropa v tistem ključnem trenutku poglabljanja in hkrati širitve. Kajti vsi veliki projekti poglabljanja, vsi veliki, kot je evro, projekti recimo danes tako imenovane fiskalne unije in fiskalnih politik, tudi mešanja ene in druge ekonomske in razvojne politike, so danes seveda zaradi nejasnega definiranja tega, kaj pravzaprav naj bi predstavljala Evropa, ne samo Evropa skupnosti, ampak Evropa predvsem potem v krizi razcepljena v okviru posameznih nacionalnih držav, najmočnejših držav, ki so dejale intonacijo tudi izhoda iz te krize. Ta Evropa je tista, kar seveda najbrž ni niti optimalno, niti željeno stanje. Prosim, Jože. Hvala. Ja mislim, da smo dobili kar odlična izhodišča za nadaljnjo debato. Jaz se bom navezal na predhodne sogovornike glede tega in pa najprej moče samo diagnoza stanja. Se pravi, danes smo dejansko soočeni v Evropi, kjer spodaj tli, brli velika frustracija, nezadovoljstvo med ljudmi in to je tisto, kar bo seveda v končni fazi, če tega tlenja ne bomo pogasili, bo vodilo do implozije Evropske unije. In tukaj sta po moje dva ključna dejavnika, ki sta do tega pripeljala.
plus tretji, ki se zgodi čisto slučajno. Se pravi, ena zadeva, ki se je zgodila, je seveda ta relativno ali pa dokaj nepremišljen vstop v poglabljanje Evropske unije v smeri Evropske monetarne unije leta 1999, se pravi na podlagi te stvari, ki so se dogajale desetletje predtem, se pravi zaradi velikih špekulativnih napadov na posamezne valute smo šli potem na poglabljanje Evropske unije v smeri monetarne integracije in pri tem naredili ključno napako, da smo seveda zanemarili inštitucije, ki vodijo k temu oziroma ki so potrebne za to, da lahko je neko območje sploh recimo optimalno denarno področje in seveda brez fiskalne unije iti monetarno unijo je bilo obsojeno, ta eksperiment je bil obsojen naprej na propad, ki so ga seveda vsi ameriški ekonomisti, praktično ni dobenega, ki ne bi tega napovedal naprej, seveda napovedali in je privedlo do tega, da ko se je kriza zgodila, je potem vsaka država začela ščititi samo sebe. Na ravni Evropske unije niso imeli skupnih politik, ki bi bile skupne z tega vidika, da bi pomagale reševati stanje, ampak so seveda z napačnimi zdravili, kot je že prej Mojmir povedal, začele zdraviti bistveno v osnovi javno plačilno bilančno krizo z fiskalnimi sredstvi, predvsem z to politiko varčevanja, kar je seveda krizo samo poglabljalo in to nam kaže to sedanje stanje 8 let kasneje. Druga zadeva, ki se je zgodila, je bila globalizacija in tukaj predvsem gre za vstop Kitajske v WTO leta 2001, ki je dejansko povzročil to veliko deindustrializacijo, kateri smo priča. Ne vem, kolikor veste, prejšnji dan sem predstavljal eno študijo na OECD-u na to temo. Med letom 2001, ko je Kitajska vstopila v WTO in letom 2007, preden se je začela kriza, je v Ameriki, v ZDA izginilo 3,5 milijona mest v industriji, v Evropski uniji skupaj pa 3,6 milijona, zgolj v 7 letih. In ta trend se zdaj nadaljuje in smo tam nekje pri okrog 6 milijonih delovnih mest v obeh regijah. Seveda, to ne bi bil takšen problem, če bi seveda na ravni posameznih držav oziroma regij, kjer so ta delovna mesta izginila, ker so jih pač korporacije, multinacionalke preselile na Kitajsko, to veliko svetovno tovarno, če bi seveda tam nastala nova delovna mesta, če bi prišlo do hitre prilagoditve, kot ekonomski modeli dejansko nekako predvidevajo oziroma po predpostavki predvidevajo, in če bi imeli socialne politike, ki bi seveda pomagali tistim, ki so bili tako imenovani luzerji v tem procesu. Ta zadeva se ni zgodila in zdaj imate seveda številne študije, ki so nastale tudi za ZDA, recimo ta najbolj znana, recimo Autor Dorn pa Hanson, to so top avtoritete na področju trga dela in na področju zunanje trgovine, ki so lepo pokazali za ZDA, kar se je zgodilo po letu 2001, je to, da v regijah, kjer so izgubili delovna mesta v industriji, se te regije še danes, 15 let kasneje, niso pobrale. In tam imate seveda ta problem velike polarizacije v dohodkih in to seveda povzroča to, da so ljudje nezadovoljni. In potem naslednja študija, ki so naredili 3 leta kasneje, je bila izdana septembra letos, je pa pokazala, ko so šli pogledati pa volilne rezultate v teh regijah, kjer so dobili delovna mesta in so videli, da so v teh regijah začeli volilci glasovati bolj ekstremno. Začeli so voliti bodisi bolj radikalne republikance ali so pa iz demokratov šli na republikance ali pa na liberalne demokrate tipa Sanders. To pomeni, da smo z uvozom globalizacije ne samo uvažali to polarizacijo na trgu dela, ampak smo tudi uvozili politično polarizacijo. In seveda ti volilci danes, kot kaže ena druga študija na zelo velikem vzorcu za ZDA, kaže, da takšni volilci danes volijo Trumpa. Predvsem zato, ker so nezadovoljni. Spravi, imamo dva velika vzroka za to frustracije, ki so na strani med ljudmi, ki seveda vodijo do te polarizacije na politični ravni in seveda kar kličejo politike, nove stranke, da nagovorijo te frustracije ljudi. In to seveda vodi k nacionalizmu in populizmu. Ob tem pa se zgodi še ta tretja zadeva, ki je bila pa verjetno bolj kot ne slučajne narave, ta begunski val iz teh vojnih žarišč in to seveda povzroča velike frustracije med ljudmi in to bo seveda, ker Evropa nima odgovora na to, ker se vsaka država ukvarja sama zase in ker imajo tukaj velike države seveda bistveno večjo težo znotraj evropskih inštitucij in ker vse države v Evropski uniji niso v isti situaciji, recimo Nemčija je povsem drugačni gospodarski situaciji, kot so mediteranske države, seveda to vodi v to, da ta Evropa na ta način ne more preživeti. Zdaj pa kako naprej, je pa seveda ključno vprašanje. Mi se zdaj lahko pogovarjamo o institucionalnih spremembah, ampak ključno je predvsem, da najprej ta bicikl, kot smo prej bila ta zelo dobra metafora o kolesu, moram to kolo pognati naprej, ampak ne z vidika institucionalnih sprememb najprej, ampak najprej z vidika gospodarske rasti. Mi danes na ravni Evropske unije potrebujemo politike, ki bodo spodbujale gospodarsko rast, ki bodo ustvarjale delovna mesta
kot je povedal prej gospod Dobinski, bodo seveda tudi privabila delovna mesta nazaj, a ne, iz Kitajske in ostalih držav, ki bodo seveda ustvarjale blaginjo. Mi potrebujemo spet trden ta srednji razred, ki bo seveda nekako čutil večje zadovoljstvo in s tem se bo seveda tudi ta politična trenja zmanjšala. In takrat, ko bomo rasli bistveno hitreje, kot danes rastemo, ne, bo seveda se tudi lažje institucionalno preoblikovati, iti naprej v smeri tega cilja, ki smo si ga zadali pred 60-70 leti, ne, te združene Evrope. Zdaj, v tej fazi se iti kakšnekoli institucionalne spremembe, ne more roditi dobenega uspeha, ker enostavno, dokler so ljudje lačni, dokler so ljudje nezadovoljni, seveda ne bodo pristali na večjo federalizacijo Evrope. In tukaj se mi zdi, da ključna zadeva je, kako spodbuditi te politike. Zdaj pa v tej situaciji, ko smo soočeni z to nenormalno ali pa vsiljeno fiskalno konsolidacijo se strani Evropske komisije, oziroma ki je Evropske komisije vsilila Nemčija z svojimi specifičnimi interesi, ta zadeva razganja Evropsko unijo. To bo prišlo do implozije. Tukaj to politiko treba spremeniti. Kako jo spremeniti? Seveda, v tej fazi seveda bi morali predvsem relaksirati fiskalne pogoje, se pravi, enostavno zmanjšati državam oziroma odpraviti te fiskalne pogoje, jih za nekaj let odmakniti, se pravi, glede fiskalne konsolidacije za 5, 6, 7 let. Tukaj so številni ekonomisti to že predlagali. Druga zadeva je uporabiti monetarno politiko, ki se danes uporablja za kvantitativno sproščanje, se pravi, predvsem za povsem nepotrebno odkupovanje vrednostnih papirjev držav in zdaj še korporativnih obveznic, ki dejansko kaj delajo? Samo poglabljajo nesorazmerja na evropskih trgih oziroma na kapitalskih trgih, dejansko so namenjeni zgolj tistim, ki že imajo premoženje, še krepijo njihovo premoženje, dejansko pa ne ustvarjajo gospodarske rasti. Ta pristop, ki je mogoče deloval v ZDA, predvsem zaradi drugačne naravnanosti tega kvantitativnega sproščanja, ki je bil nasmerjen bolj na odkupovanje obveznic, ki so temeljile na teh hipotekarnih kreditih, v Evropi enostavno je čist drug pristop in ne daje rezultatov. ZDA dajo rezultate, delno, pri nas ne dajo rezultatov. Se pravi, treba iti v smeri dejansko uporabe te monetarne politike za financiranje gospodarskega razvoja. To pa seveda pomeni helikopterski denar oziroma monetizacijo fiskalne politike. To je seveda tabu tema, na katero Nemčija najbrž ne bo nikoli pristala. So pa zdaj med ekonomisti seveda številni predlogi, kako se temu zaobiti, kako to zadevo zaobiti. In ena izmed stvari je ta Junckerjev sklad, teh famoznih 321 milijard evrov za financiranje skupnih evropskih projektov. Tukaj se seveda da zadevo skriti na ta način, da dejansko ali pa da se vsi delajo, da tukaj ne gre za monetarni pristop k financiranju fiskalnih deficitov, ker v bistvu ne gre za financiranje fiskalnih deficitov, ampak recimo ECB odkupi te delnice, ki jih izda Evropska investicijska banka, 700 milijard, 1000 milijard, kakorkoli že pač, in seveda se to po neki kvoti razdeli za državne projekte v državah, za razvoj infrastrukture, za energetsko sanacijo in tako naprej, za kupljene stvari. In to bi pomenilo seveda spodbuditev gospodarske rasti in potem v te točke naprej se lahko pogovarjamo o tem, kako bomo to Evropo, ko bomo že trdno na poti rasti pa povečevanja blaginje, kako bomo jo federalizirali. Hvala za enkrat. Hvala lepa. Moram vas pohvaliti, hitro se učite, tako da aplavzi so bili ustrezni. No in zdaj na koncu še zadnjega govorca, Rok Spruk. Imeli smo prej poslovno gledalo, to je bolj ogledalo mladih. Spravi, Evropa je starajoča družba, Evropa stoji pred temeljnim vprašanjem, kako servisirati ta razkorak med starimi in mladimi in predvsem kako zagotoviti perspektivo. Danes smo govorili zdaj v okviru dveh zadnjih govorcev, predvsem o vlogi in pomenu delovnih mest, gospodarske rasti, vlogi industrije, storitev, česarkoli, kar daje možnost, ne samo srednjemu razredu, ampak predvsem tudi mladim znotraj tega, da skušajo oblikovati nek fundus, zaradi katerega bodo verjeli v to Evropo. Ne zaradi vizije, ampak zaradi tega, ker jim bo to na nek način ponujalo neko perspektivo. Prosim, Rok. Hvala lepa za povabilo na okroglo mizo. Se pravi, zdaj, če pogledamo Evropsko unijo z nekakšne širše perspektive, pač ena izmed v bistvu temeljnih kriz, ki je pogosto zanemarjena, je demografska kriza, se pravi starajoča se družba in seveda te trendi so irreverzibilni, se pravi, teh trendov ne bo mogoče nekako obrniti v bližnji prihodnosti.
nekako komplementarno tej demografski krizi in družbeni polarizaciji, seveda je pa vidik, ki so ga evropske politike, lahko tudi evropske institucije dolgo časa negirale, to je pa v bistvu izrazita stopna razlik znotraj teh držav članic v stopni brezposelnosti med mladimi. Recimo, če pa ne bom tukaj govoril spet toliko v primerjavi med držav, zato ker tukaj ima Evropa bolj kot ne regijski problem. Ne. V Evropi imamo v bistvu znotraj regije, kot so recimo Baden-Württemberg v Nemčiji, ne, mesta kot so Ingolstadt, Passau, kjer stopna brezposelnosti za mlade oziroma med mladimi znaša 5% ali celo manj. Ne. Imate pa recimo regije v Španiji, recimo Andalusija, kjer pa stopna brezposelnosti za mlade znaša več kot 70%. Ne. In v bistvu seveda vprašanje je, kako bodo ekonomije, ne, se pravi ali na ravni regije ali na ravni držav seveda nekako splezale iz tega začaranega kroga, ki je ustvaril seveda družbeno polarizacijo, nekako seveda izrazito rast popularnosti političnih strank, ki bazirajo bodisi na levem ali na desnem ekstremu, kot recimo stranka Podemos v Španiji. In seveda pač politike teh držav, ne, in Evropske unije so seveda ta problem dolgo časa negirale. Ne. Seveda, enkrat, ko pa imate seveda rast desno ali pa levo ekstremnih populističnih strank na vzponu, ne, se pa potem zgodi na eni strani Brexit, ne, v Veliki Britaniji ali pa seveda rast Podemosa v Španiji, kar se pa vidi z ekonomskega vidika, je to enako negativen učinek. Če pogledamo, seveda omenjeno je bilo reindustrializacija in deindustrializacija. Ne? Se pravi, leta 2016 imate v reviji Journal of Economic Growth zelo dobro objavljen članek, se pravi kolega Danija Rodrika, ki nekako skuša preučiti, kaj je ustvarilo to prezgodno deindustrializacijo med državami. Ne? Se pravi, če gremo zdaj pogledati ne samo razvijajoče se regije Latinske Amerike, Azije, ampak tudi znotraj Evrope, nekak časovni vzorec, če ga potegnemo od leta 1995 pa do danes, vidimo, da v skupini 28 držav članic imate natanko 4 države oziroma 5 držav v grobem, ne, ki se ne glede na visoko stopnjo razvitosti niso deindustrializirale. Se pravi, niso se spravile v neko storitveno ekonomijo, ne, ki je pa v bistvu v celoti bazira svoje preživetje na višjih transakcijskih stroških, ne, ki so pa seveda slabi za gospodarsko rast in na dolgi rok seveda tudi za razvoj. Ker so se evropske države, recimo se pravi Francija je tukaj pač paragonski primer, deindustrializirale, ne, seveda šle so v storitveni sektor, ker je bilo pred krizo nekako to trend, ne, da je se pravi delež industrije v GDP-ju je upadal, delež industrije je upadal, delež storitev se je seveda povečeval in na eni strani seveda, ko pa imate vi storitveno ekonomijo na ravni se pravi ZDA ali pa Francije, Evropske unije, pa mlade zelo težko vključiti, ne, v trg dela. Zakaj? Zato, ker celotne stroškovne prednosti se seveda dogajajo na tem, da se v bistvu delovna sila oziroma pa človeško delo nadomešča za tehnologijo, ne, tudi v seveda storitvenih sektorju. Ne. In če seveda se ozremo na širši evropski vidik, to je seveda slabo. Slabo je zakaj? Ker na eni strani izginja srednji razred, na drugi strani upada gospodarska rast. Če pogledamo recimo francoski Trente Glorieux ali pa nemški Wirtschaftswunder, ne, vsi ti gospodarski preboji so seveda temeljili na pač visokem in pač povečanem deležu industrije v GDP-ju. Ta prekomerna deindustrializacija je nekako seveda bolj britanski in ameriški fenomen, ki se je prehitro preselil v evropski prostor. Ne, recimo Francija je bila večni kulturni nasprotnik ZDA, ampak paradoksalno je pa njena struktura ekonomije zelo podobna ameriški. Ne. In seveda, ko govorimo o ponovni reindustrializaciji, ne, ki bi seveda evropskim regijam nekako prinesel večjo rast, večjo blaginjo, večjo vključenost mladih, se pa potem seveda pojavlja vprašanje, ne, če gledamo pogledati Francijo, recimo kako spremeniti 70% ekonomije, ki je v bistvu v celoti storitvena. Ne, in te procesi reindustrializacije so nekako preveč optimistični z vidika, da nekako upamo, da bodo trajali kratek čas. Veste, reindustrializacija lahko traja tudi 30-40 let, ne? Zato, ker seveda pač industrija, ne, ima zelo veliko pač specifičnega premoženja, ne, specifičnih investicij, ne, ki se ne materializirajo danes ali pa jutri, ampak v zelo daljšem časovnem obdobju. In seveda nizka stopnja vključenosti, če pa recimo gremo pogledati druge države, recimo Španija, Grčija, ne, tudi preden so te države vstopile v Evropsko unijo, ne, so imele seveda neke interne ekonomske krize in tako naprej, ampak za to krizo so si krive popolnoma same. Ne. Španija je sama, tudi ko ni bila še v Evropski uniji, dajala slabe kredite, grške banke so tudi same dajale slabe kredite, ne. Se pravi ne v aktivnosti, ki spodbujajo pač R&D, inovacije in tako naprej, ampak v gradbeništvo. Ne. In seveda tukaj se premalo pogovarjamo o tem, kako pa so te države oziroma te regije znotraj Evropske unije sploh zašle v krizo. Ne. In seveda tukaj se strinjam s kolegi, šlo je za prehitro, prerano nekako
integracijo, ne, predvsem zato, ker imate v bistvu države, ki so se povezovali skupaj, ne, ki so si po BDP-ju per capita ali pa tudi po drugih pač parametrih, ne, zelo različne. Ne. Če vi pogledate recimo Evropsko unijo, razmerje med BDP-jem per capita Luksemburgom in recimo Bolgarije, ne, ima Evropska unija podobno sliko in podoben problem kot Argentina, ne, se pravi razviti center, ne, v primerjavi z manj razvito periferijo. No in seveda tukaj mene bi seveda pač predvsem zanima in pač moj predlog je seveda, da pač se poskušamo iskati rešitve, kako mlade nekako vključiti v, ne samo v katerekoli dejavnosti na trg dela, ampak na tiste dejavnosti, ki generirajo gospodarsko rast, ki je vzdržna, ne, se pravi, ki ne temelji na balonih, kakršen ga je imela Slovenija leta 2007, ko je gospodarska rast podivjala na čez raven 6%, ampak seveda v neke vzdržne dejavnosti, ki so inovacijsko intenzivne, ki so stabilne na dolgi rok, ne, in ki bodo seveda zagotavljali vzdržno delovna mesta in večjo blaginjo, ne, in da ne bomo zdaj prišli v stopnjo družbene polarizacije, na kateri je ZDA, kjer v bistvu srednji razred bolj kot ne izginja. Ne, in imate, no in seveda tudi v bistvu nedavno na konferenci American Economic Association bo predstavljen zelo lep članek, ne, ki pravi recimo, ki jasno lepo pokaže, da seveda ta polarizacija in neenakost, ki pa je v bistvu nek byproduct te polarizacije, seveda ustvari večjo dolžniško breme. Ne, zakaj? Zato, ker se v bistvu gospodinjstva, ne, v nižjih dohodkovnih percentilih seveda pač vzamejo na svoje bremena več kredita, ki ga pa seveda težko odplačujejo. Ne. In seveda vemo pa, da dolg ali javni ali zasebni je slab in otežuje gospodarsko rast. Strani, ne, je pa EU dolgo časa negirala svojo sosedo v osrčju Evrope, ki je del evropskih gospodarskih integracij, ampak ni pa del Evropske unije in to je Švica. Ne. Če vi greste pogledati, se pravi, Švica ima 2189 občin Gemeinde. Ne. No in v bistvu rekordno, to je ekstremno največja stopna brezposelnosti, ne, v enem izmed francoskih kantonov Vaud, ne, znaša 6%. Ne. To je največja stopna brezposelnosti za mlade zabeležena v Švici. Recimo drugi kantoni, kot so recimo Obwalden, Nidwalden, Appenzell, Ausserrhoden, imajo stopno brezposelnosti za mlade na ravni 0,5%. Ne, polovico procenta. Ker seveda pač se sprašujem, ne, pač kako da se EU na zelo preprostih primerih, ne, držav kot je Švica, ne, ni nekako bila sposobna naučiti, kako mlade postopno, sistematično integrirati v trg dela, se pravi ne, da se v bistvu zmanjša jim vstopna izbira, ne, ampak da se jim omogoči zasledovanje lastnih priložnosti in lastnih interesov v vzdržnem okviru. Ne. In seveda tukaj pa so predvsem periferne regije in periferne države, ne, so Španija, Grčija, Portugalska, seveda pač trpele za pač desetletji slabega upravljanja bank, ne, ki so pač čisto lahko rečemo idiosinkratski ali pa seveda individualnih vzrokov, ne, ki nima tukaj v bistvu, jaz bi rekel, da Nemčija, seveda so tukaj plačilno-bilančne krize, ampak v bistvu ni pa Nemčija pred krizo silila teh držav, da so dajale slabe kredite, ne, to je bila pač čist lastna odločitev, ki je pa seveda na koncu, to je pa še moja zadnja točka, ne, povezana v bistvu s slabim institucionalnim okoljem, se pravi, ko so te evropske regije nekako v dobrih časih kreditne ekspanzije imele priložnost, da bi se razvile, se pravi vsa sredstva, ki jih je Evropska unija dala na razpolago za regionalni razvoj, ne, ki so bile tudi v bistvu dosegljive na finančnem trgu, ne, se niti stopna brezposelnosti med mladimi zmanjšala, tisto, kar pa je pomembno na dolgi rok, to je raven tehnologije in skupna faktorska produktivnost, je pa dejansko strmoglavila in upadla. Danes recimo Francija ima nižji nivo skupne faktorske produktivnosti, kot ga je imela leta 1995. Španija, Portugalska in druge države niso popolnoma nič boljše. Ne. Se pravi, na eni strani imamo Evropski center, ne, se pravi to na pol banano od Züricha do Štajerja v Avstriji, ne, kjer je seveda je visoka stopna industrializacije, stopna brezposelnosti med mladimi je nizka. Zakaj? Ker so te države, ne oziraje se na evropski zakonodajni institucionalni okvir, bile sposobne politike na trgu dela ne načrtovati po centralno-planskem vzoru, ne, ampak nekako ustrezno koordinirati, ne, da se seveda mlade, ko vstopijo za izobraževanje na trg dela, skuša nekako inkluzivno vključiti na trg dela, da seveda imajo potem stabilno dolgoročno kariero. Ne. To, kar pa danes vidite, prekernost zaposlitev in podobne zadeve, je pa pač seveda posledica desetletja slabih odločitev, ki nimajo enega samega vzroka, ne, ampak seveda bolj tičijo v napakah, ki so jih države članice naredile popolnoma na lastnih ramenih, ne oziraje se od Francije, Nemčije, katerihkoli držav. In dokler časa seveda pač te države ne bodo imele na eni strani večje stopne fiskalnega federalizma, se pravi, da same skušajo zagotavljati do neke mere javne dobrine in so s tem seveda tudi odgovorne volivcem, ne, s čimer delno rešimo problem suverenosti, dokler ne bodo pač uspeli vzpostaviti nizkih transakcijskih stroškov, ne, ki so seveda za reindustrializacijo ena izmed ključnih ovir, močnih lastninskih pravic in pa predvsem na eni strani okolja, ki je stimulativno, ki je tudi v bistvu kulturno naklonjeno inovacijam, ne, ki nima sto visoke polarizacije in ki
nekako spodbuja to, kar se moglo in Robinson prav ta vključene, vključujoče, inkluzivne institucije, ne, do takrat se bojim, da pač se bomo mogli dolg časa boriti za visoko stopno brezposelnosti in seveda tudi za obdobjem desetletja ali celo več nižje rasti in ali pa počasne ekonomske rasti. Hvala lepa. Tako, zdaj zapuščamo format okrogle mize tipa tarča. Se pravi, zdaj bi rad, da pridemo z najkrajšim možnim vprašanjem in odgovori na to vprašanje, kako si vsi udeleženci predstavljajo Evropo 2025 in zatem. Se pravi, kakšna je po vašem mnenju slika, podoba te Evrope leta 2025. Zelo preprosto vprašanje, zelo preprost opis slike, ki jo vidite pri tem. In potem bomo skušali na kratko morda diskutirati med seboj in seveda, če bo čas, vključiti tudi auditorij. Prosim. Jaz mislim, da je najbolje, da začnemo kar s tabo, moj vek. No, jaz nekaj o tem že moje videnje malo videl. Jaz še enkrat bi rekel, jaz mislim, da brez, čeprav smo tukaj na ekonomski fakulteti, pa govorimo, bi rekel, kakorkoli prioritetno ekonomskih stvari, se mi zdi, da je današnja situacija bo nedvomno rabila nekatere politične predpogoje, če bomo hoteli, da bomo ekonomske stvari sploh prišli, da bomo prišli do točke, da bomo lahko ekonomske stvari reševali. To je še enkrat rekel, tole okolje Evropske unije. Jaz mislim, da nas bo to zelo hitro tudi spravili v zelo operativne stvari povezane recimo z proračuni Evropske unije za naslednje obdobje po letu 2020. Ta bo bistveno drugačen, kot je bil in mislim, da bi se mogli tudi v Sloveniji to zelo jasno na to pripraviti. Samo eno točko kohezije takšne, ko jo mi poznamo po letu 2020, saj za Slovenijo ne bo oziroma je bo bistveno manj. To je ena stvar. Druga stvar, ko je, da jaz sem zelo dobro poslušal to Jože, gospodarska rast. Ja, jaz se strinjam, da pač, če ne bomo našli mehanizmov, da bomo vsaj neko prišli do neke osnovne gospodarske rasti nazaj, bo po mojem reševanje problemov težko. Kle pa jaz ne vidim druge stvari, kot da bomo prišli do določenih, če hočete, sprememb stvari, ki smo jih pravno, formalno zavezali v tiste dokumente, ki so zdaj znani kot šestorčki, dvojčki in tako naprej. Zavedam se, to smo naredili pred 2 letoma, ampak to je, kot kažejo stvari, preprosto, preveč obremenjujoče in ne bo pripeljalo do konca. Še en komentar na to, kar je kolega rekel, na koncu, jaz bi vendarle pri teh dolžniških stvareh bil majčkeno bolj previden. Dolžniška kriza nekaterih držav, konkretno Irske, je vsaj toliko problem upnikov, kot je bil problem, oziroma problem povzročena strani upnikov kot dolžnikov, plačevali so jih izključno dolžniki, tako da, dokler je bilo v enem interesu bail-out, smo ga delali, zdaj imamo bail-in. Zanima me, če bo prišlo pri Deutsche Bank do resnega cirkusa, če bomo prišli spet do diskusije o bail-outu za posamezne primere. In pa tole, vsi smo imeli tole industrializacijo, ampak nobeden pa ni, ali so obstoječe politike Evropske unije, govorim o politiki konkurence in politike državnih pomoči, ki jo je peljala tale Evropska unija od časa krize naprej, če boste šli primerjati to politiko pred krizo, pa po krizi je kar precej drugačna. Ali imamo tudi kakšne probleme, ki so, ne govorim načelno ta politika, ampak izvajanje te politike. Moje mišljenje je, da je tudi implementacija te politike pripeljala do tega čiščenja prostora v nekaterih delih Evropske unije. To je mogoče za... Dobro. Še enkrat, izvoli. Ja, bomo šli kar po vrsti. Jaz sem bil v bistvu kar dosti nesrečen pri teh debatah, ampak dobro, nimamo toliko časa, da bi šli te stvari diskutirati. Če bi bilo vse tako preprosto, da rečeš rast in delovna mesta, potem vam povem, že davno bi to Evropsko unijo rešili in tudi bi imeli rast in delovna mesta. Vendar treba je gledati Evropo, treba je najprej začeti v osnovni stvari, ki se je zgodila okrog nas. To je globalizacija, ki jo nismo nikoli dobro razumeli in nikoli tudi dobro prenesli v naše poslovne okolje. In treba je razumeti, da prvič,
od kadarkoli človeštvo živi, živimo v resnično povezanem in soodvisnem svetu. In vsa ta dejstva, če bi se vrnil na konec čist na elementarno vprašanje, recimo Franjo, zakaj se Tesla ni zgodila v Evropi? Evropa, če je kje najmočnejša, je v avtomobilski industriji in v kemijski industriji. Zakaj se Tesla ni zgodila v Evropi? Jaz sem bil 5 let odgovoren za področje inovacij in sem se skozi spraševal, kako da evropska industrija ne gre iz motorja z notranjim izgorevanjem nekam drugam. Ne, ker smo do konca branili, dokler se je braniti dalo. To se spreminja. In gre popolnoma v drugačnega, kot je tisti, ki smo ga navajeni živeti. In se bo zgodilo toliko stvari v kratkem, da bomo že s tem, kar se je zgodilo skozi informatizacijo, težko dojemamo in dohajamo, saj naša generacija že ne. Ampak to, kar se bo dogodilo zdaj z mobilnostjo, to, kar se bo dogodilo, kar se bo moralo zgoditi pri pridelavi hrane, mimogrede, svet bo kolapsiral, če bomo na obstoječi način pridelovali hrano, ker ne moramo nahraniti sveta. In podobno je tudi z sistemom, z gradbenim sistemom. Skratka, ključen je proizvodni in potrošni model. Poglejte si, kaj se je dogajalo v 20. stoletju, kako so rasle potrošnje različnih stvari. Prebivalstvo bo v eni generaciji naslednji naraslo za 2,5 milijarde ljudi. V eni generaciji, začetek 20. stoletja, je bilo 1,4 milijarde ljudi. V enem letu imate na planetu dodatno Nemčijo, v 4 letih dodatne Združene države Amerike, v 9 dneh 6 urah Slovenijo. In vse to, da se dogaja v nerazvitem svetu, ki bo mimogrede rasel hitreje kot mi, hvala Bogu in upravičeno, ker v nasprotnem primeru bomo naredili svet, ki bo kolapsiral. Če vam povem še par takih fascinantnih podatkov, revščina, socialna neenakost. 62 ljudi v svetu ima danes toliko kot revna polovica prebivalstva premoženja. 1% ima več premoženja kot ostalih 99. Kako moramo govoriti o neki vzdržni družbi in se pogovarjati o stopnjah rasti in o tem, če pa ne naslovimo najtemeljitejših, najosnovnejših vprašanj. 60% ekosistemov je danes že degradiranih. 60% pri taki stopni proizvodnje, ki zadovoljuje samo manjšino, da dobro živi. Kje bomo najdeli odgovore, če teh stvari ne gledamo? In mi moramo naše evropsko razmišljanje vpeti v ta globalna dogajanja. Ker ta globalna dogajanja so naš vsakdan, so naša industrializacija. Jaz sem prepričan, da je mogoče s to logiko povzročiti velik nov inovativni push v ozadju. In če to razmišljamo na tak način, bomo dejansko to naredili. Potem se nam ne bodo dogajali Airbnb, pa ne vem, Uberji, pa Tesle, samo v Ameriki, ampak se nam bodo začeli dogajati tudi v Evropi. Ampak svet se spreminja in moramo postati del tega spreminjajočega sveta. Mimogrede, že merjenje gospodarske rasti v bruto domačem proizvodu je zgrešeno. In to vsi sedimo tle v dvorani vemo. Vemo, da je ogromno dobre in slabe rasti. In da slabe rasti pač ne štejemo. Enostavno jo dopuščamo, da se dogaja in gre mimo. Vmes pa ne bo faktor virov ključni, ki bo zaustavil dejansko ta dogajanja v prihodnosti. Ključna stvar, ki jih bo zaustavila, bo prevelika proizvodnja in trošenje preko vpliva teh virov na okolje. Danes celotna Kitajska spreminja gospodarski model, ker politična struktura ne bo preživela, če ne bodo poskrbeli za ljudi, za njihov čist zrak, za njihovo čisto vodo in za čisto zemljo, ker so šli predaleč. To je svet, v katerem živimo in v tem dajmo iskati rešitve. Evo, prosim. Ja, jaz se s kolegom Janezom sigurno lahko strinjam, da v bistvu razvoj ali pa pogled na Evropsko unijo leta 2025 ne more biti izzet izven konteksta te globalizacije in kako se bo svet spreminjal. In jaz mislim, da so to soodvisni pojavi in dogajanja, na katere se moramo navajati. Bom pa začel, kako si predstavljam neko sliko, morda bo del te slike tudi neka želja, ampak
pa bodimo malo tudi sanjači, kar se tega tiče. Na prvo mesto bi dal, pa bom začel tako, kot je danes profesor Kovač, kulturo. Zdi se mi, da Evropska unija 2025, kakršnakoli ta združba bo, ne sme hlastati za tem, da bi vse te države, ki izhajajo iz različne tradicije, zgodovinskih zgodb in tako dalje, poskušali spraviti na isto kopito in se mi zdi, da ti nacionalni vidiki, dediščina in tako naprej, mislim, da ta nacionalna identiteta vsake posamezne nacije, države in tako naprej je kar prav, da ostane. Dam na to na prvo mesto, to se pravi neka pestra, raznolika slika te Evrope, ki je drugačna, ker je pač takšno zgodovinsko dejstvo. Potem, če nadaljujem, zdi se mi, da kljub vsemu se moramo res vsi tako na nivoju firm, na nivoju nacionalnih držav kot regij res ukvarjati s to konkurenčnostjo, konkurenčno sposobnostjo in če zdaj malo poenostavim, bi rekel, na prihodkovni strani te konkurenčne sposobnosti Evropske unije kot neke regije, ki tekmujemo z nekimi drugimi regijami, prav gotovo se mi zdi, da je ključ v iskanju nekih novih poslovnih modelov, novih storitev, novih produktov in tu brez inovativnosti ne gre in res se mi zdi, da moramo vsi skupaj še več delati na povezovanju znanja, ki ga je ogromno med akademsko sfero, inštituti in seveda tudi gospodarstvom. To je ta druga zgodba konkurenčnosti. Ampak seveda konkurenčnost ima tudi drugo plat, to pa je stroškovni vidik in to imamo problem tako na ravni nacionalnih držav, Slovenija absolutno tu ni izjema. Izjema pa ni niti Evropska unija, ki je postala fantastično ob vsem spoštovanju do rezultatov, birokratizirana. Mislim, da je vsakemu popolnoma jasno, ko vidi, kako te inštitucije funkcionirajo, dovolj je, da greš in pogledaš, kako je ta ustroj zastavljen v Bruslju, Strasbourgu ali Luksemburgu, kjerkoli se dogaja. Absolutno debirokratizacija Evropske unije bo potrebna, ker drugače ne bomo konkurenčno sposobni dovolj, ker to na nek način vseeno nekdo plača in ostaja enako seveda na ravni držav. Morale se bodo zadeve bistveno tudi deregulirati. Zdi se mi, da je prav, da neke ohlapne smeri in tako naprej seveda gledamo enotno, ampak o tem, če zdaj banaliziram, pa ni tako banalen primer, kakšna je pa lahko kumara in kakšna ne sme biti glede dimenzij, mislim pa, da to so stvari, ki morda niti ne sodijo v neko regulativo, ki si jo zasluži Evropska unija. Deregulacija mislim, da je tudi ključ. In zdaj po drugi strani, če zaključim, brez reform ne bo šlo v Sloveniji, ne bo šlo v Evropski uniji. Zdi se mi, da je problem tega reformnega dogajanja v Evropi v najširšem pomenu besede tudi na nek način vprašanje predstavniškega sistema, vsaj za Slovenijo lahko trdim, da je relativno neprimeren. Ljudje, volivci se včasih počutijo ali pa počutimo relativno nepovezani z tistimi, ki na nek način potem v končni fazi odločajo v našem imenu. Politika je na eni strani talec medijev, na drugi strani, če hočete, talec sindikatov, hkrati tudi talec nekih manjših takšnih in drugačnih strank, ki so se prebile v parlament in so vedno jeziček na tehtnici in dokler bo tako, nekih strukturnih reform ne bo. Želel bi si seveda neke trdne vlade za nekaj mandatov, pa mogoče tudi seveda takega vladanja, kjer bi pravzaprav politika razmišljala čez časovni horizont enega mandata neke vlade, preprosto zato, da se neki strukturni procesi sprožijo tako na trgu dela, pokojninska reforma, zdravstvena reforma in tako naprej. Absolutno enako velja za Evropsko unijo. Zaključil bom pa s tem. Evropsko unijo si predstavljam tudi kot neko veliko združenje, kjer bo pa verjetno to regijsko sodelovanje še pa bolj močno zasidrano, kot je to danes. Absolutno sem velik pristaš temu, da tam, kjer regije vidijo nek svoj lasten, seveda tudi ekonomski in tudi politični interes, zakaj ne bi sodelovali države Zahodnega Balkana, zakaj ne bi sodelovali bistveno bolj države znotraj te regije Alpe, Jadran in tako naprej. Skratka, Evropa, nova bodoča, je lahko tudi še močnejša Evropa regij. Ta iniciativa, ki smo jo v okviru Združenja Menedžer skupaj z Hrvati in Srbi, podobnimi stanovskimi organizacijami v okviru Summita 100 zastavili že pred leti,
je mislim, da zelo dobra in jo je vredno nadaljevati in to ni nič v nasprotju z nekimi težnjami Evropske unije, ampak preprosto to. Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, trg je majhen in ko nek tuj investitor se odloča, ali bi prišel na slovenski trg, je fino, da mu lahko pokažemo trg 20, 22, 25 milijonov ljudi, ne pa samo Slovenijo, ki je relativno manjša. Ja, seveda tuj investitor, in s tem bom zaključil, Slovenija pa mora, po moje, se zavedati, da za Slovenijo ni pomembno samo, ali gre za tuje direktne investicije ali pa tudi za domače direktne investicije. Še vedno delamo razlike. Zakaj pa bi nekdo, ki odpre 500 delovnih mest v Sloveniji, dobival neko pomoč od države, ki je del Evropske unije, nekdo pa, ki, kot primer Gorenje, prihaja iz Slovenije, ki je zaprlo proizvodnjo na Švedskem, odprlo 500 delovnih mest v Sloveniji, pa hkrati takšnih pomoči ne more izkoristiti, ker preprosto ne gre za tuje direktne investicije, mislim, da je to banalno. Vsaka investicija, ki prinaša delovna mesta, dolgoročno konkurenčno vzdržnost, mislim, da je dobrodošla, pa naj gre za domačo ali tujo. Ampak še enkrat, da ne bo kdo mislil, ne pričakujemo pomoči od politike, ampak želimo samo enakopravno obravnavo pri tem, če smo vzvod za neko gospodarsko rast, mislim, da se tu ne sme delati razlike med tujimi in domačimi investitorji. Hvala lepa. Jaz sem navezan na to, kar je povedal Janez malo pred tem, se pravi. Janez je podal velik klic k vzdržni gospodarski rasti. Pogled prihodnost. To je nujno potrebno, vsaka gospodarska rast mora biti seveda vzdržna in mi se seveda soočamo s temi globalnim problemom tukaj. Ampak ta problem je dolgoročen problem. Ta problem je dejansko, če se to predstavljati kot potencialni output. Mi moramo ta potencialni output, ki bo vzdržen, nekako zagotoviti, ampak mi smo danes soočeni s problemom, da smo pod tem potencialnim outputom. Mi danes ne moremo proizvajati blizu niti temu outputu, smo tam 15% pod njim, ker pač ni povpraševanja. Ker ni dovolj agregatnega povpraševanja, je problem depresivnih ekonomij širom Evrope. Mi moramo najprej rešiti kratkoročni problem, šele pol se lahko lotimo dolgoročnega, ali pa delamo hkrati s tem. Ampak kratkoročni problem je problem, se pravi, moramo rešiti problem, kako zagotoviti rast agregatnega povpraševanja znotraj posamečnih držav, predvsem tisti, ki so bolj depresivne. To pa pomeni, da moramo spremeniti politike, ki bodo spodbujale takšno rast gospodarskega vprašanja, torej gospodarsko rast, ob seveda hkrati ne zanemariti problemov vzdržne rasti. To je ključna zadeva, rešiti kratkoročni problem. Zdaj pa, kakšna bo Evropa, zelo kratek, kakšna bo Evropa do leta 2025? Če bomo še 2 leti nadaljevali v tem tempu, v tem trendu politike, kot imamo danes, se bojim, da Evropa 2025 ne bo v takšni obliki, kot jo poznamo danes. Se pravi, da bo prišlo do dezintegracije in če bomo imeli sreče, bomo pristali na prostotrgovinskem območju. Se pravi, da bomo ohranili vse prostotrgovino med državami, da se izognemo vojni. Če bomo pa nadaljevali še malo naprej, kot danes in kot obstaja ta velika kakofonija interesov znotraj Evropske unije, ker se enostavno nacionalne države sploh ne zavedajo tega, kam drvimo, Evropske unije ne bo in bomo končali v kakšni vojni. Če Evropa je bila temu nagnjena skozi tisočletja in to je ta realni scenarij. Se pravi, sprememba kratkoročnih politik danes, da ohranimo, se pravi, da rešimo gospodarsko rast in zagotovimo stabilnost držav, ali pa nas ne bo. Se pravi, scenarij EU 25 ne bi ga nekako risal znotraj 3 točk. Prva točka je ta, da bi se strinjal s kolegom glede deregulacije in liberalizacije, to je potrebno, ampak seveda v pametni smeri. Se pravi, kar je konkretno potrebno, recimo Evropska unija, kot je bilo rečeno, je postala zelo birokratizirana zaradi tega, ker ima na področju institucionalnih sprememb največji vpliv država, ki je seveda pač s svojimi institucijami imela nekako najbolj negativno gospodarsko rast, in to je Francija. Recimo, če vi greste pogledati zgodovino evropskih v bistvu regulativ in direktiv, je v bistvu pač francoski intelektualni vpliv tukaj v bistvu enormen. Zakaj? Zato, ker je v bistvu pač rezultiral v celi vrsti, tako kot je bilo omenjeno, slabih regulacij, ki temeljijo oziroma bazirajo že na absurd. Druga točka je, se pravi, iti v zniževanje transakcijskih stroškov, da se v bistvu omogoča inovativnim podjetjem sorazmerno v bistvu lahko operiranje pač v domačem in v globalnem okolju. Se pravi, Evropska unija
in preko prostotrgovinskih sporazumov tudi v bistvu drugi globalni trgi, ampak v bistvu pri transakcijskih stroških moramo biti pa previdni. Zakaj? Zato, ker v bistvu veliko držav v Evropski uniji je šlo ravno v zmanjševanje tistih transakcijskih stroškov, ki nekako spodbujajo, to, kar je kolega Potočnik omenil, slabo gospodarsko rast, se pravi rast za izkoriščanjem kapitalskih in v bistvu naravnih resursov. Zdaj imamo v Evropski uniji 4 države, med njimi sta seveda Avstrija in Nemčija, ki nekako sta uspeli to dobro rast, se pravi rast, ki bazira na tehnoloških inovacijah, brez izkoriščanja virov in prekomerne odvisnosti, govorimo o skupni faktorski produktivnosti, povečati. In jo v bistvu seveda pač ohraniti na dobrem nivoju, sem noter spada tudi Švica. Se pravi, treba pa bo seveda zmanjševati tiste transakcijske stroške, ki so največja ovira za rast. To so predvsem stroški uveljavljanja pogodbenih dogovorov in pa varovanja lastninskih pravic, kjer pa recimo so se v zadnjih letih se je nekako ta trend v večini držav, generalno gledano seveda poslabšal. Naslednja točka, ki bo definirala EU25, so seveda reforme predvsem pokojninskega sistema, ker recimo in seveda zdravstvenega sistema, ker v nekaterih državah, zopet je tukaj seveda izstopa Francija, delež izdatkov samo za starost v bistvu bo presegal 20% bruto domačega proizvoda, s čimer seveda ima Evropska unija potencialni velik problem. No in seveda še zadnja točka, na katero bi se pa osvetlil, pa seveda, da morajo države nekako ustvariti zelo stabilno okolje, brez polarizacije in seveda nekako posredno ohraniti srednji razred, s tem, da se seveda ne gre v abnormalno seveda zniževanje davkov samo za majhno peščico, ampak da se gre seveda v cilj, da se spodbuja rast dohodka za vse segmente, se pravi in za spodnje in za zgornje percentile dohodkovne distribucije, oziroma kot pač en zelo znan pregovor v ekonomiji pravi the rising boat lifts the tide for all. In seveda to je nekako sidro, v kateremu mora, jaz mislim, EU stremeti, da bo leta 2025 šla preko vseh teh kriz, v katero seveda je zapadla. Dobro. Zdaj se moramo zavedati, da tistih 15 minut, ki smo jih skrbno načrtovali za zamudo, zdaj izkoriščamo za to, da jo trošimo na najbolj racionalen način. In mislim, da je kolega Potočnik hotel nekaj zelo na kratko in zelo udarno povedati. O birokratizaciji, ker sem živel v tem sistemu. Članice kontrolirajo komisijo, to kontrolira računsko sodišče in Evropski parlament kontrolira vse skupaj. Skratka, vsak kontrolira vsakega in seveda to zahtevamo vsi, da je naš denar skrbno potrošen. In seveda, če je tako, potem ne pričakujte, da se bo karkoli zares spremenilo. Če ima nekdo politično funkcijo, dejansko lahko to politično funkcijo zgubi, če je karkoli narobe z upravljanjem denarja, ne pa če je karkoli narobe z njegovimi politikami. To so taka čist groba dejstva. In jaz sem prišel na konec svojega mandata pri znanosti in raziskavah, kjer sem poskušal resnično simplificirati do te zadeve, kolikor je bilo mogoče, do ene zelo preproste resnice, ki sem jo povzel v enem stavku, ki je sicer angleški, simplification is simplification. Tako da tu približno sem pristal z vsemi željami in s tem, da bi želel to. In slišal sem tudi super definicijo birokracije. Birokracija je tista, ki želi napačne stvari izboljšati do idealnega stanja. In to se nam prepogosto žal dogaja. In vendar zamislimo se to, koliko dejansko mi kadarkoli investiramo v inovativnost in v kreativnost birokracije. Ker v privatnem sektorju se vedno pogovarjamo, koliko je pomembno investirati, ne vem, 3% ali več v inovativnost, koliko pa dejansko gre iz proračuna za inovativnost javne uprave. To je zelo resno vprašanje. In mislim, da če bomo, ker vsi vemo odgovor, mislim, da se bomo hitro dogovorili. In samo še en stavek. European Policy Center, jaz sem v strateškem svetu, tega je ravno prejšnji teden smo imeli diskusijo čisto na isto temo, kot jo imamo danes, in oni so naredili en papir, v katerem so prišli, kar se tiče Evrope 25, do naslednjih zaključkov. Verjetnost, da bi prišlo do dezintegracije in radikalne renacionalizacije, ni niti zaželena, niti verjetna, zato ker vsi vemo, kaj je v bistvu alternativa. Bolj federalna Evropa je kljub številnim argumentom, ki govorijo o temu v prid, malo verjetna, še največja je verjetnost, kot temu pravijo more of the same. To sicer ne pomeni stopicanja na mesto, ampak napredek, ki gre korakoma v smeri, kot to narekujejo pritiski reševanja posameznih kriz, ampak ključno pri vsem tem je vprašanje, ali bo to dovolj.
Mislim, da smo morda s tem dobili to končno zaključeno izhodišče in tudi popotnico za to, kar smo pravzaprav danes hoteli odpreti. Vidite, mi, ki smo živeli dolgo časa v socializmu, se spominjate, kako težko je bilo govoriti o krizi socializma in kaj potem. Danes je očitno podoba Evrope 2025 nekaj, kar nekako skušamo dojeti z inertnostjo, skušamo dojeti, kot je rekel Ralf Dahrendorf, da je to pravzaprav Evropa, ki jo moramo razumeti à la carte. Vsak pravzaprav si naroči tisto, kar potrebuje. In na mizi bo vedno dovolj tistega, kar lahko vzamemo. Težava te krize je, da na tej mizi tega pravzaprav ni več dovolj. In da je seveda nastalo nasprotje in seveda jeza med tistimi, ki za to mizo sedijo. Ali bo potreben povratek v prihodnost? Ali bo potrebno seveda domisliti tisto, o čemer smo danes vendarle v ozadju govorili, ne? Predsednik Državnega zbora, ki je seveda legalist, je opozoril na to, kar pomeni v osnovi evropski demos, kar pomeni v osnovi evropsko državljanstvo, kar pomeni v osnovi dajati politično legitimiteto Evropi za to, da bi ta Evropa lahko ekonomsko delovala. To, kar je očitno bilo eno izmed največjih, tako rekli, arhitekturnih napak, se je zgodilo seveda v nekih objektivnih okoliščinah v 50-ih letih. Prvi predsednik Evropske unije je ustavni pravnik Hallstein in on je bil tukaj zato, da bi skušal postaviti politično unijo. Od tod dalje se je videlo, da to ni mogoče in danes pravzaprav smo tam, kjer se je po teh 60 letih zgodba nekako relativno dramatično zaustavlja. Podoba torej Evrope 2025 bo podoba, ki bo zagotovo precej drugačna od tega, kar imamo danes, kajti sicer najbrž te Evrope v takšnem željenem smislu ne bomo seveda imeli. In končali bomo zopet z Goethejem. To mi morate dovoliti. In seveda moramo vstati za tega, da se človek potem lahko bolj zvonko obrne k občinstvu. Sicer je misel, ki duh jo spočne, kakor tkanina, ki mojster jo tke. Kjer 1000 niti sproži in gib spletenih je 1000 vezi na en hip. Potem pa pridejo možje učeni. Dokazati, da kos je prav narejen, da s prvim tako je in s drugim tako in s tretjim tako in s četrtim zato, da tam, kjer enega ni, ne dveh, ne more biti ne 4, ne 3. Učenci strmijo v stropi hvali in vendar tkavci niso postali. Hvala lepa, vsem skupaj. To je bil naš prispevek k industrializaciji, če ste prav razumeli, kajti čas, o katerem Goethe govori, je čas prve industrijske revolucije. Želim vam prijetno popoldne, zunaj gotovo sije sonce in upam, da boste v naslednjih urah in tudi še jutri nekako preživeli v praznovanju 70-letnice Ekonomske fakultete. Hvala še enkrat.